ali bo zdaj to res v pol ure prijel, ali bo prijel v 1 uri, ali uri pa pol in to gamblaš. Sej, tle smo vsi podobni, smo zdaj odlašamo, dokrat ni res hard, da poleg greš zdravniku in ti diagnosticira in potem je že prepozno. Prijavil sem se kot diabetik seveda na eno ultrazdržljivostno kolesarsko dirko, najdaljšo ultrazdržljivostno kolesarsko dirko v Evropi. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. V tej 40. epizodi gostimo Žigo Papeža. Žiga je sladkorni bolnik tipa 1, ki ozavešča in govori o sladkorni bolezni, tako tipa 1 kot tipa 2, kot tudi preprečevanja in kako okrevati po njej. Ustvarja pod imenom na socialnih omrežjih Sladek Life. Tako da v tem pogovoru z Žigo veliko govoriva o sladkorni bolezni, zakaj je sladkorna bolezen težava v današnjem svetu, kako jo preprečiti in pa kako regulirati krvni sladkor za več dobrega počutja in preprečevanje nastajanja sladkorne bolezni. Žiga je tudi bivši profesionalni športnik in pred kratkim je zaključil velik projekt imenovan Nordcap 4000, v katerem je prikolesaril celo Evropo, od Italije pa do severa Evrope in v 22 dneh prekolesaril 4000 km. Preden te prepustim podcastu z Žigo, bi pa na hitro ti predstavil našega novega sponzorja in podpornika, to je podjetje C-Bionics. Podjetje C-Bionics je pionir na področju stalnega merjenja glukoze v krvi. Njihova naprava, imenovana GS1, je izdelek za stalno in brezskrbno spremljanje krvnega sladkorja 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez bolečega zbadanja s prsti. Sistem je zasnovan tako, da je neinvaziven, uporabniku prijazen in popolnoma združljiv z vsemi pametnimi telefonami in napravami, kar omogoča stalen in enostaven dostop do vseh podatkov. Senzor za merjenje krvnega sladkorja je tudi vodoodporen, tako da ga lahko nosite tako med športom, kot tudi potem med tuširanjem in pa tudi med spanjem. Izdelek je zasnovan za 14-dnevno uporabo, kar zagotavlja dolgotrajno in zanesljivo spremljanje. Tudi današnji gost Žiga uporablja izdelke podjetja C-Bionics in jih uporablja za stalno merjenje krvnega sladkorja, tako med vsakdanjim življenjem, kot tudi med športom, in izdelek mu pomaga pri preprečevanju tako hiperglikemije, to je visokega krvnega sladkorja, kot tudi pri preprečevanju hipoglikemije, to je prenizek krvni sladkor. Preverite več o podjetju C-Bionics in njihovih izdelkih in storitvah na njihovi spletni strani, na povezavi v opisu te podcast epizode. Uporabite tudi kodo JANI10 za nekaj popusta pri prvem nakupu. Sedaj pa te prepustim podcastu z Žigo Papežem. Ja nič, Žiga, lepo pozdravljen na podcastu. Me ful veseli, da smo se danes dobili, da si se pripeljal do tukaj. Ja, hvala lepo za povabilo, pa itak sem se ti hotel zahvaliti za take lepe stvari, epizode, ki jih ustvarjaš. Se mi zdi, da najne tematike ali pa najno delo je v nekih segmentih dosti podobno. Stremiva nekemu izboljševanju življenjskega sloga, pa pač da tudi učiva druge in izobražujeva v bistvu v takih tematikah za boljši življenjski slog. Jaz skozi malo bolj sladkorno bolezen, ti pa malo širše pokrivaš, tako da ful dobro. Ja, jaz, ko si mi takrat pisal za podcast, sem bil takoj ker takoj dobiš feeling, ali ne. Takrat se mi zdelo ful dobro, da bi lahko govorili malo od itak prehrane, pa tudi sladkorna bolezen, ker se mi zdi, da je, kot si tudi napisal, zmerno bolj razširjena v svetu, tako da je fajn, da se ozavešča pole ljudi tudi od tega. Itak, točno to. V bistvu si že dobro omenil, to je ena najbolj pogostih bolezni modernega časa. To, v bistvu, če gledamo svetovno populacijo, ima kar 10% ljudi na celem svetu, torej sladkorno bolezen. Res je, da poznamo tip 1 pa tip 2. Telefoni na mute. Dobro, se to bo program bo porezal. Ponoviva pa to še enkrat? Ne, kar naprej. Sploh ne vem, kje sem zdaj vstal. Ja, v bistvu je kar razširjena ta sladkorna bolezen. Ja, tako kot sem rekel, 10% v bistvu svetovne populacije ima sladkorno bolezen. Res, da jo delimo na tip 1 pa tip 2. Jaz sem predstavnik tipa 1.
ki je mogoče nekoliko bolj zahtevna z vidika upravljanja te bolezni, ampak dvojka je pa 90% v bistvu vseh sladkornih bolnikov ima tip 2. Tako da v Sloveniji, če lahko še številko povem, je tam 6-7% slovenske populacije ima diabetes, ampak tista številka, ki je pa še bolj zaskrbljujoča, je pa ta, da v bistvu polovico, to so samo diagnosticirani, torej so na nekih zdravilih. Polovico od teh se pa predvideva, da v bistvu ima sladkorno bolezen, ima vse simptome, ampak jim niso še odkrili te bolezni, kar je grozno. Ne? Recimo potem, če pogledamo teh 6-7%, je 130,000 Slovencev je na zdravilih za sladkorno bolezen, pa rečemo še teh 65 ali pa mogoče 70,000 pa ima sladkorno, ampak sploh ne vejo, da ima sladkorno bolezen in živijo s temi simptomi, ki niso prijetni. In to je žalostno in zato bi jaz rad v bistvu čim več rad govoril o tej bolezni, da pač dejansko ti ljudje čim prej dojamejo, da imajo sladkorno in da se lahko začnejo ustrezno zdraviti in morda potencialno preprečijo neke hude zaplete, pri sladkorni bolezni lahko rata, mislim. Ja, ful, ne? Ful je lahko enih zapletov, ne? Ja, tukaj imaš, mislim, zdaj morava iskreno povedati, moraš zanemarjati sladkorno bolezen ali pa zelo dolgo imeti neodkrito, da privede do teh simptomov, ampak so pogosti, no. Treba povedati, da kar neki, predvsem tipa 2, zanemarjajo to bolezen, tudi jaz s mojimi strankami, ki delam, tudi tip 1, to, ki smo mi, je žal še kar nekaj teh ljudi, ki zanemarjajo to bolezen, pa malo gledajo na en uč, pa se pač ne živijo nek ustrezen lifestyle. In potem so lahko različni zapleti. Zdaj najbolj tisti, bom rekel, predstavljeni zapleti so potem, mogoče si tudi slišal, da lahko pač diabetik oslepi ali pa da ima neke hujše okvare vida, ker te kapilarce v očesu zaradi slabe prekrvavljenosti in tako naprej začnejo pokati in potem različne bolezni lahko očesne nastanejo. Potem ziher si slišal, da so včasih diabetikom noge rezali, pa prste na nogah in tako naprej, ker spet te mehne kapilarce spodaj je zelo slabo prekrvavljeno in če ti nimaš ustrezno urejene sladkorne bolezni, sladkorja v krvi, potem spet te kapilarce pač nekako popukajo in v bistvu to so bili potem privede do tega, da res, če nimaš urejeno, lahko potem tudi kakšne amputacije se zgodijo. Jaz poznam neki ljudi, tudi danes starejših, ki se je pač to res zgodilo. Potem itak smo nagnjeni veliko bolj kakor zdrav človek nekim srčno-žilnim boleznim, tudi kapi so dosti bolj pogoste. Potem tudi kakšna nevropatija, to je tista, če se vrnem nazaj k nogam, neka predstopnja, preden bi ti odrezali, da začneš malo slabš čutiti, prste na nogah, mravljinčasti, tudi na rokah, konec koncev. Pri nekaterih ljudeh sem slišal, da tudi, ne vem, nov tip, ki primajo kozarc, pa to imajo kar malo slabši prijem in slabš čutijo stvari. Tako da teh stvari je kar nekaj, tudi logično potem kakšen visok krvni pritisk. Na vse take stvari smo bolj nagnjeni. Druga stvar je pa, ali pa ta glavna stvar je, da imamo pa dokazan slabši imunski sistem. Tako da moramo biti res, pač to se zgodi zaradi tega nihanja v krvi, torej sladkor gre visoko, nizko in skozi niha. In ta nihanja za naše telo, za našo homeostazo niso dobra in zato imamo pač imunski sistem oslabljen. In tudi ena zanimiva raziskava, ki sem jo prebral nekaj časa nazaj, spet so potrdili, pa so to že nekaj časa potrdili, da sladkorni bolniki v bistvu rabimo 1 urco več spanja na noč, kakor zdrav. Glih zaradi te regeneracije, ki jo žal pač rabimo. Tako da v tej smeri ta sladkorna bolezen se giba. Pa ne samo sladkorna bolezen, tudi v bistvu ta regulacija krvnega sladkorja, ko si že prej omenil. Tudi če nimaš ti diabetesa, če imaš ful tega nihanja v krvnem sladkorju, to lahko privede potem do tipa 2, tudi potem tipa 1. Zdaj, prvo neke
inzulinska rezistenca, ne, Tako, potem tipa tako. 2, pa tipa 1 pole. Tako. Ja, zdaj imaš tako, se mogoče lahko na hitro razloživa tip 1 pa tip 2, da bodo ljudje ločili, ker veliko ljudi še vedno meče Ja, da malo to bolezen, razložimo, tako, da malo, ja, da dobijo bližamo. okvir. Ja. Pa mogoče lahko greva, kako se razvija to potencialno tudi pri tipu 1 in pri tipu 2. Zdaj pri tipu 1 je glavna stvar ta, da del trebušne slinavke, ki ima nalogo, da proizvaja inzulin, popolnoma odpove. Torej, pri tipu 1, pri meni, inzulinska, se ubi popolna inzulinska rezistenca, oziroma ni inzulina več prisotnega v telesu in zato moraš ti nekako vnašati inzulin. To je edini način, da ti sladkor v krvi znižaš, ne, oziroma reguliraš. In zato imam jaz pri sebi pač tudi to inzulinsko črpalko ves čas, ne, ki izgleda kot en telefonček, in prek tega si jaz v bistvu dajem inzulin. Lahko bi si dajal tudi z injekcijami, tako sem tudi jaz prvih par let dejansko delal, ker še nisem imel te črpalke. In ti moraš ves čas loviti, torej ne smeš si dati preveč inzulina, ker potem sladkor preveč pade, ne smeš si ga dati premalo, ker potem je sladkor stane previsok. Torej moraš zelo previdno dodajati inzulin, pa tudi poznati se moraš dobro, da zadeneš to idealno mejo, ne. Seveda na sladkor krvi vpliva tudi hrana, do tega bo pol prišla. Pri tipu 2 je pa tako, da v bistvu ti večinoma imaš ves čas previsok sladkor. In nimaš popolne, v bistvu, ta delček trebušne slinavke ne odmre popolnoma, oziroma še vedno malo proizvaja inzulina. Pri tipu 2 je tam, kako bi rekel, različno, recimo, enkrat sem z enim gospodom govoril, ki je bil na začetku v bistvu te poti sladkorne bolezni in v bistvu ni imel nobenih zdravil. Jaz večinoma lahko s prehrano uravnaval to sladkorno bolezen. Potem, ko pri tipu 2 prehaja do težje stopnje, naslednja stopnja je recimo, da se z nekimi tableti, ki spodbujajo sproščanje inzulina v telesu, potem zadnja stopnja, ki pa preideš v tipu 2, se pa lahko tudi pride do tega, da moraš zdraviti z inzulinom. In mora tudi tip 2 v bistvu sladkorni bolnik uporabljati inzulin, da nadzira sladkorno boleznijo, ne. Tako da tip 2 gre čez več stopenj, ampak osnovna definicija tipa 2 je to, da še vedno ta inzulin se v telesu vsaj v nekih mejah izloča iz telesa in da je sladkor v večini primerov previsok. Torej ti moraš ga ves čas samo znižati. Redko kdaj se zgodi tipu 2, da je sladkor prenizek in moraš pač v drugi smeri reagirati z užitjem neke glukoze ali pa nečesa. Tako da, čakaj, kako si že rekla, da bo šla pol? Tako, v bistvu začne se pa vsaj, če nimaš ti neke bolezni, ki te pahne v tip 2, tipa 1, je pa začne se z inzulinsko rezistenco, ne? Tako, to je pa tip življenja oziroma stil življenja, ne, ki ga živiš. Jaz bi rekel, da je 70% ali pa 60% vsaj prehrana pri sladkorni bolezni, ne. In tudi pri razvoju sladkorne bolezni je definitivno zelo pomemben vidik prehrana. Kako si se ti prehranjeval ne zadnjih 5 let, ampak zadnjih 20 let, ne. Ker to je taka bolezen, ki jaz rekel, da je tihi tak ubijalec, dostikrat so tudi tako poimenovali to bolezen, ne, ker nimaš nekih ekstremnih hudih simptomov. In to v bistvu, kako sem rekel, zadnjih 20 let moraš pogledati, kako si se prehranjeval in potem boš videl, ali si nagnjen sladkorni bolezni. In ja, mogoče lahko rečem, da te simptomi, ki sem prej rekel, da so dostikrat skriti, pa jih lahko tudi opišem, to so, veš tako, zakaj, ker sem prej tudi omenil, da 50% v bistvu ljudi, ki ima sladkorno bolezen, ne ve, da ima sladkorno bolezen, zato ker so te simptomi tudi skriti, tako kot je ta bolezen tak skriti, ne, ubijalec, so tudi simptomi taki. Dostikrat te samo neka glava boli, misliš, da imaš migreno, pa rečeš, ok, danes me glava boli, pa bom en tablet pojedel, pa bom jutri v redu, ne. Pa spet odložiš, pa misliš, da ni sladkorna, ne. Potem, ne vem, si malo bolj žejen. Pa rečeš, ok, danes sem malo bolj žejen, ne vem, je tako ozračje, sem bil na sprehodu, pa spet ne, postaviš ta simptom, ki je dosti tak dober pokazatelj na previsok sladkor v krvi.
pa sem utrujen, pa sem danes spet malo več spal, pa sem sej ni nič tazga. Najprej pa stres. Ja, stres, rečeš, sem utrujen, točno to, spet smo pri tem stresu in kar predstavljaš te stvari. Zato jaz vsem, s katerimi govorim o tej bolezni ali pa pač se pogovarjam tudi, ne vem, s prijateljem, ki ga nekaj časa nisem videl, pa ga zanima, kaj v tej smeri, vedno rečem, naredi ta test, zastonj je pri osebnem zdravniku, to se vidi tako 1, 2, 3, ker enostavno imamo zelo kar strogo postavljene te kriterije, ki hitro pokažejo. V bistvu si natešče zmeraj sladkor in če je ta meja višja od 7 milimolov na liter, potem veš, da si v bistvu že spadaš v nek koš diabetika. Ja, pa pole na krvni sliki je tudi tunita drugi marker, kako je že Tako, HbA1c, to je pa v bistvu glikiran hemoglobin. V bistvu ti pokaže, koliko je bila tvoja poprečna glukoza skozi čas. Skozi zadnje 3 mesece se to gleda in to je tudi super pokazatelj. Tam vidiš, mogoče se ta komponenta gleda potem večkrat, ko ima že diagnosticirano sladkorno bolezen, veš, ker pol vidiš zares, ali si imel dobro urejeno v zadnjih 3 mesecih ali pa ne, ampak tudi skozi to v bistvu ta marker se da zelo dobro oceniti, ali imaš, ali si nagnjen k temu, ali pa tudi ne. Ne smemo pa pozabiti, mogoče sem prej spustil tudi v zadnjih letih kar opevan tip sladkorne bolezni, tudi nosečniška sladkorna bolezen. In to se je zdaj v zadnjih letih res začelo, tudi kriteriji se na tem področju ful spremenjajo, še dalje bolj so strogi. Po mojem mnenju mogoče malo celo neupravičeno, ker vsi si verjetno znamo predstavljati nosečnice, takrat imajo ogromno enih stvari za razmišljati, ogromno enega stresa in zdaj, če jih mi še dodatno z nekimi res strogimi kriteriji, ki jih po mojem, jaz, ki sem videl te vrednosti, kakšne morajo biti za nosečnice, to tudi zdrav človek načeloma zelo težko dosega. Takoj, ko boš spil pol Coca-Cole ali pa ne vem, pojedel nek hamburger v McDonald'su, ti bo šlo čez te vrednosti. In zdaj, da moramo mi nosečnico na tak način obremenjevati, pa v bistvu postavljati neke kriterije, se mi zdi mogoče malo preveč rigidno, pa preveč strogo, ker bo stres itak naredil pol svoje. Ampak pustimo, take meje so kar visoke in zato tudi slišimo, da v bistvu v zadnjih letih ima veliko nosečnic diagnosticirano to v bistvu nosečniško sladkorno bolezen. Čeprav ta ni, ali kako bi to razložili, ker so tako visoke meje, potem ne pade v nekaj. Ne, v bistvu tudi moja sestra je tukaj imela med zadnjo nosečnostjo, tudi že iz tega vidika, ker sem jaz njen brat, so takoj malo paniko naredili, tvoj brat ima sladkorno bolezen, boš ziher, ti si bolj nagnjena. Tako da ne, večina teh diagnosticiranih sladkornih bolezni nosečniških sploh ne spada v pravo sladkorno bolezen. To mogoče bi jaz bolj interpretiral na način kot nagnjenost potencialni sladkorni bolezni po nosečnosti ali pa v kasnejših letih. Torej, da so te nosečnice potem čez 10, 15 let, 20 let malo bolj pozorne, pa da mogoče tudi v tem času prilagodijo življenjski slog, prehrano temu, da se ta sladkorna bolezen ne bi zares razvila. In v tej smeri bi jaz bolj interpretiral, ker te vrednosti so še vedno tako lepe, da sploh v tistih kazalnikih, ki smo se prej pogovarjali, ali za tipa 1, ki se diagnosticira, one ne bi bile diagnosticirane, te ženske. Tako da, je pa definitivno nekaj na tem, da imajo večjo verjetnost, da bojo enkrat zbolele za to boleznjo in prav, da jih opozorimo in da tudi ko ta nosečniška sladkorna bolezen mine, ko pač rodijo ženske, da še vedno spremljajo nekaj časa, ne da se pol pozabi, zdaj sem rodila, pa je to. Tako da bi bilo super, da ostane v glavi, pa da vsako leto vsaj en test naredijo, ali pa ki vidijo, da se slabo počutijo ob tistih simptomih, ki sva prej govorila, da spet naredijo ta test. In bo zelo hitro jasno, ali treba kaj drastično ukreniti, ali pa samo pač življenjskim slogom, da se da določene stvari regulirati. Ja, to smo zdaj ful pomembno, zdaj, kar si omenil skozi kar si predstavil to sladkorno bolezen, da treba biti se pravi pozorni že vnaprej za neke potencialne simptome in ne čakati, ker dosti, tle smo vsi podobni, se mi zdi, odlašamo, dokrat ni res hard, da poleg greš zdravniku in ti diagnosticira in potem je že prepozno. Tako da mogoče na kakšne
kakšne simptome bi mogli biti ljudje pozorni, da kaže mogoče na neko potencialno sladkorno bolezen? Mislim, prva stvar je itak, da pogledaš, če si imel koga v družini. Zdaj, koliko je tle genetika? Mejhna, ampak obstaja. Zdaj pri fantih, zdaj direkten prenos, recimo, če bi jaz imel otroka, fanta, je mislim, da 3% verjetnost, da bo dobil tip 1. Punčka pa mislim, da je majčkeno manj, da je pa 1 do 2% oziroma 2%, torej malenkost manj. Mejhna številka, ampak še vedno obstaja. Je pa to za tip 1 govorim. Ne? Zdaj, verjetno se za tip 2 ta procent še nekoliko poveča in tudi na to treba biti pozoren. Konec koncev sladkorna bolezen je sladkorna bolezen, nima veze, kateri tip imaš, stil življenja bi mogel biti zelo podoben. Tako da... Ja, ker tle sem tudi jaz recimo naletel na to. Jaz sem tako tudi kar občutljiv na sladkor, pa hitro čutim to nihanje sladkorja. Se spomnim, ker smo bili tam, ne vem, konc osnovne šole sistematski, ne, in že takrat mi je pole rekla, ker sem, veš, ker ti dajo za spit sladko vodo, ne, in pole sem bil veš suno, veš, ker si v megli, pole sem povedal tu in rekla, je bil kakšen v tvoji družini diabetek, ne, pole sem rekel Benoni, da so ena tipa 2, tipa 1, je rekla, ja, tu je nekaj za biti pač pozoren. Ja, lej, tebi definitivno pa to, da vsake toliko časa, mislim, lahko imaš tisto napravco, stane v lekarni neka osnovna 10 €, imaš 50 lističev zraven, to imaš za par let, ne. Tako da, če imaš to v omarci, pa ne vem, imaš partnerko, imaš, ne vem, sina, hčerko, nono, mamo, je to super, lej, da imaš doma, pa vsak uporab takrat, ko se malo slabo počuti. Je pa res, da moraš to vedno na tešče meriti, ne, ker takoj, če ti meraš po obroku zelo hiter ali pa, ne vem, ob nekih hudih aktivnostih, ki si jih imel športnih, potem niso realni rezultati. Zato zjutraj na tešče, preden karkoli poješ, spiješ, si to zmeraš in vidiš, če so neke vrednosti tam nad 6,5, ali pa tudi že nad 6 bi potencialno lahko bilo, kar je nad 7 je pa že potem konkreten znak. Tako da neke take številke se lahko orientirajo. Ja, pole verjetno so te psihosomatske, ne, se pravi simptomi, ne, kako se ti počutiš po obrokih, ne, ker si jo že prej omenil, ne, bolj kot ti niha sladkor, bolj utrujen si, bolj si zamehljen po obrokih in tako naprej. Kakšni so še kakšni taki simptomi? Lej, zdaj, v bistvu vse simptomi so zelo podobni, kot preden, če zboliš. Verjetno te simptome občuti vsak človek, če je neke večje obroke z več sladkorja ali pa z več ogljikovimi hidrati. In jaz tisto občutim sam še na potenca. Torej, jaz, ker sem sladkorni bolnik, vse te stvari, ki jih v bistvu zdrav človek tudi občuti, ampak se mu ta, tako kot si rekel, mogoče razum malo zamegli ali pa skozi leta sploh ni pozoren na te stvari. Jaz sem ful pozoren, pa še krat 2 to čutim, ne. In recimo, največkrat so te simptomi klasični, torej, da je v bistvu malo slabš vidiš, če je previsok sladkor, ne, zamegljen vid, takole malo, ne bom rekel, da se ti vrti, bolj je tak, ja, zamegljen vid. Potem neka koncentracija, tukaj opažam različno. Ponavadi je, če je sladkor previsok, taka zaspan občutek, utrujen si, nič se ti ne da, len si, na kavč bi se vrgel pa zaspal. In tukaj pride tudi povezan ta občutek zaspanosti zraven, ne, to je nekako se tako prepleta. Ful si žejen, ful piješ, to čutiš, da imaš izsušena usta, lahko tudi dejansko, če dolgo časa imaš previsok sladkor, vidiš na koži, da si dejansko tak malo izsušen, posledično pol tudi hodeš veliko na WC. To so tisti simptomi previsokih sladkorjev. Potem imaš pa obratno, če je pa prenizek sladkor, ne, in to se skozi dogaja pri ljudeh, skozi nihamo, malo je visok, malo je nizek, malo je visok, malo je nizek in zato so ta nihanja nevarna, ne, ker v bistvu greš iz enih takih simptomov, ki sem jih zdaj opisal, pa zelo hitro padeš v stanje simptomov, ki so pa spet drugačni ob prenizkem sladkorju, torej ob hipoglikemiji, takrat se pa dejansko lahko začneš tresti. V bistvu v očeh spet en tak zmeden videz pride, ni zamegljen vid, ampak je tak, kako bi rekel, kot da bi ti posledično zaradi padca koncentracije, ker možgani ne dobijo dosti glukoze, ne, začnejo tudi oči begati, tako malo si zmeden, levo, desno skozi gledaš, ni fokusa, ne, v bistvu. In to je povezano potem možgani in vid in je zelo tak zanimiv občutek. Pa tudi potem
ob tem padcu fokusa, če nekaj časa zdržiš s tem, lahko se potem spet začne to spremenjati v neko tako res nemoč. Pri visokem sladkorju si bolj utrujen, imaš še vedno moč, ampak klele si pa čist brez moči. Tudi stati ne bi mogel, če bi imel predolgo prenizak sladkor ali pa preveč nizak. Ne vem, na moči se vidi dejansko določenih fizičnih stvari ne moreš izvesti. Tako da ful različni simptomi. In zdaj si predstavljaš, da ti po vsakem obroku sladkor v bistvu gre skoraj do tistih zgornjih simptomov, ki sem jih prej opisal, pa potem spet pada. In da imaš tak cikl parkrat na dan, to je za telo fuli izčrpljujoče. Ker sej naše telo vedno išče neko homeostazo. Ti moraš biti čim bolj v miru, telesu moraš dati čim manj v bistvu neke, saj prebavnemu traktu in tako naprej, nekih čim manj obremenitev konc koncev. In pri sladkorni bolezni, mislim, še povečaš pol to obremenitev telesa, skozi išče pol in ti ne daš v bistvu miru svojemu telesu. Tako da ni to samo pri sladkornih bolnikih, ampak kot si že rekel, tudi pri zdravih, to se ves čas dogaja. Pri zdravih je ta razlika, da on je enostavno deluje pri njih ta del trebušne slinavke, ki shendla to in malo hitreje uravna. To je fora. Zdaj pri sladkornih bolnikih je pa fora to, da moramo mi dejansko sami nekako zunanje to uravnavati in pol potrebuješ več koncentracije, več kalkulacij, skozi moraš spremljati sladkor, tako kot jaz na ta telefon. Ves čas gledam v bistvu, kakšen imam sladkor v krvi, ker imam tukaj senzor na roki in na tak način, zato imam pol tudi cokot zraven, če mi sladkor pade preveč, da vidim na senzorju in to moraš skozi gledati. Na vsakih 5-10 minut je dobro pogledati na telefon, da vidiš, v kakšni meji je sladkor. Verjetno ti tudi pošlje kakšno obvestilce, kadar je pade prenizko ali pa previsoko. Tudi. Takrat jaz si naštimam lahko v bistvu na aplikaciji, kje je meja. Kje je tista meja, ki bi rad bil opozorjen in potem te obvesti. Tudi po noči to zdaj. Včasih, ko nismo imeli teh merilcev, si mogel v bistvu v prst špikant, kriv zajde dejansko in potem zmer sladkor. In to po noči si predstavljaš noč, ko si se mogel po 3-4 tudi zbuditi, če si imel neurejen sladkor, če si videl, v zadnji meritvi vreden si šel spat, sem si alarme naštival in si se zbujal. In to je bilo, to te res utrud. Tudi pole za naslednji dan, nekaj lahko tudi malo poveš, da spanje je eden izmed najbolj pomembnih lifestyle dejavnikov. Ker če ti nimaš urejena spanca, tudi pole tvoj sladkor bo neurejen, zaradi tega, ker se tu boš ti povedal, boš, ko imaš ti kvaliteto spanca, boš si tudi občutljiv na inzulin oziroma na krvni sladkor. Točno to. Raziskave, je bilo pa kar nekaj narejenih, v bistvu potrjuje, da če imaš urejen sladkor, ali pa bom rekel boljš, če nimaš urejenega spanca, boš imel za 30% večjo verjetnost, da bo ta sladkor manj urejen. Torej tudi inzulinska rezistenca bo 30% večja, kar je, to je noro. Koliko v bistvu urejen spanec dejansko vpliva na sladkor v krvi. In jaz prvo stvar, vedno, ko kakorkoli sodelujem z ljudmi, rečem, najprej si moraš spanec urediti. Ker veliko izhaja iz tega, če ti nimaš spanca urejenega, potem se zjutraj zbudil nenaspan, utrujen, zoperen, boš naredil že prvo napako pri zajtrku, boš iskal nekaj, da te spravi v dobro voljo, ponovadi so to neke slabe stvari. Da te boostne energijo, malo več hidratov, malo več cukra, kako le povzroči, da in začneš. In začneš. Nehanja sladkorja. In če torej v bistvu se ne začne dan z zajtrkom, jaz pravim, ali pa z jutrom, ampak z nočjo, ker če boš ti po noči naredil lep uvod, pa se zbudil spočit, ne boš zjutraj imel nekih cravingov po nečem sladkom, si ne boš v kavo dal cukra, tako kot veliko folka, da že kava te že tako butne, potem pa še tist sugar, še tist sladkor te useka. In kakavo popusti, pa še sladkor popusti, to je pol res začaran krog. In pri sladkorni bolezni se to hitro naučiš, da si ne smeš uničiti dan zajtrkom, ker enostavno potem je ta sladkor izjemno težko ujeti, ker ga enkrat spustiš iz kontrole, je grozano. Ti imaš lahko ne vem koliko izkušenj, pa ne vem koliko dober inzulin, pa ne vem kaj, ampak enostavno noben inzulin ni toliko dober, da ti bo
v bistvu hitro znižal sladkor, pa še obdržal ga na tisti ravni. Vedno boš naredil eno napako in ti bo šel prenisko in pol, kaj si naredil, spet boš mogel oglikove hidrate jesti, spet sladkor jesti in pa spet boš mečkem preveč pojedel. Veš, to so že 5 gramov recimo oglikovih hidratov meni spremeni sladkor tako, kar lepo, ne. Zdaj, mogoče lahko omenim glih na tej točki, ta zdrava meja, ne, ja, recimo med 4 milimole na liter sladkorja v krvi, pa tam do, jaz bom rekel, pri tipu 1, 2 je tudi do 8 recimo super, pri zdravih pa rečemo 7, ne, ljudeh. In za občutek, da bojo ljudje si lažje predstavljali, en Snickers ima okrog 30 oglikovih hidratov. In zdaj, če jaz pojem cel Snickers, to pomeni, da se meni je malo teže odvisno. Jaz imam recimo 73 kil, ampak to se začne spremenjati pol na 10-15 kil, zares, ne, v bistvu, koliko ti dvigne sladkor nek oglikov hidrat. No in za mene recimo, pri meni en Snickers 30 oglikovimi hidrati dvigne sladkor v bistvu za 2 milimola minimalno na liter. Torej, če imam sladkor 5, bo šel na 7 minimalno. Pa ponavadi je izkušnja, da bo šel še več. Tako da to so kar take hude spremembe, ne. Dejansko vsak gram oglikovega hidrata lahko kar zamaje to sliko, ne. Pa treba upoštevati, če tudi beljakovine, ker se čez čas pretvorijo v sladkor, ne, in tudi delček maščob konec koncev se pretvori v sladkor in to moraš vse ukalkulirati, tako da na koncu en Snickers s toliko beljakovin, ki ima pa s toliko maščob, nima samo 30 oglikovih hidratov, ne, ima v bistvu blizu 40 pol lahko, ne. In to je pol pa veliko več. Moramo razumeti mogoče eno tako šnel kurs glede pretvarjanja hranil v sladkor. Torej, ogljikovi hidrati, čisto vsi oglikovi hidrati se 100% pretvorijo v sladkor. Nima veze, ali je polnozrnat kruh, ali je polnozrnata moka, to nima veze. Polnozrnat kruh pa moka povzroči samo to, da se bo ta oglikov hidrat malček kasneje pretvoril v sladkor. Ne bo se takoj, tako kot pri beli moki ali pa pri nekih enostavnih sladkorjih, ki imajo visok glikemični indeks, se bo malo kasneje. In čisto vsi ogljikovi hidrati se maksimalno znotraj, to je res maksimalna meja, tam 4 ure, pretvorijo v glukozo. Torej, če bi jaz pojedel 50 gramov oglikovih hidratov, se bo znotraj 4 urah vseh 50 gramov oglikovih hidratov pretvorili v glukozo in to bo vplivalo na moj sladkor. Ponavadi te sladkorji zelo hitro začnejo že delovati, tako po 20-30 minutah začne rast, glaven spike je tam pri urci, mogoče malo čez, pa začne to popuščati. Tako da zelo ogljikovi hidrati se res tam okrog ure se začne dosežeti ti spike in tudi v krvi se to takoj vidi. Potem druga stvar je, moramo razumeti beljakovine, je pa opcija, zdaj odvisno od tipa beljakovin, ampak povprečno se tam 40% pa tudi do 50% beljakovin pretvori v glukozo čez čas. Beljakovina, razlika pri beljakovinah, zakaj so mogoče bolj zdrave za diabetike, ker se pretvarjajo dalj časa. Torej tudi tam do 5-6 ur, odvisno, ne? Ampak tam 3 urce, 4 urce, tisto je neko povprečje pri beljakovinah in to pomeni v praksi, da imaš ti samo več časa za odreagirati, ne? Ker če ti ješ ogljikove hidrate, ti zelo hiter spajkne sladkor v krvi, ti poskušaš z inzulinom to nekako ujeti, ampak ne veš čistočen, kakšen tip ogljikovih hidratov si pojedel, ali bo zdaj to res v pol ure prijel, ali bo prijel v 1 uri, ali uri pa pol in to gamblaš, ne. In si daš malo na pamet v bistvu ta inzulin in upaš, da si zadev. Pol pri beljakovinah imaš pa tega časa malo več, pa samo polovico se jih pretvori v glukozo, kar si že polovico lažje je potem nadzorovati, ne. Pri maščobah je pa tako, da v bistvu se samo 10% maščob pretvori v glukozo, kar je pa zelo malo, skoraj zanemarljivo. Če boš ti pojedel 100 gramov maščob, kar je veliko, boš pojedel kar tako 100 gramov maščob, bi se v bistvu od 100 gramov maščob pretvorili samo 10 gramov, v bistvu bi 10 gramov glukoze nastali, oziroma ja, na tak način. Tako da
Zdaj, ko sem razložil ta koncept, mogoče malo bolj jasno, kakšen tip prehrane diabetikom najbolj ustreza, oziroma ustreza, če se imamo radi, pa če hočemo imeti sladkor urejene. Je jasno, da v bistvu z ogljikovimi hidrati bomo zelo, zelo težko imeli urejeno sladkorno bolezen in sladkor v krvi, ker ogljikovi hidrati, tako kot sem rekel, se vsi pretvorijo v glukozo in glukozo moraš nekako umiriti v krvi. Presežek je, mi rabimo v bistvu zelo malo glukoze za delovanje našega telesa, naših možganov. Ne. Že jetra proizvajajo nekaj sladkorja in je čisto zadostna količina za delovanje naših možganov. Ga ne rabimo mi še zunanje vnašati, da bomo se dobro počutili, pa da bo delale mišice in v bistvu naše telo. Ne. Ja, in to v bistvu to pa gre itak nasproti kontra vsem tem smernicam zdrave prehrane, oziroma mislim, tem nekim splošnim smernicam oziroma guidelines, ki jih imamo za zdravo prehrano, se pravi, da polovica krožnika mora biti ogljikovih hidratov oziroma zelenjave oziroma žitarice, če gledamo tisto staro piramido, ne, prehransko. Ne. Ampak sploh se mi zdi za diabetike, ko je pomembno, ko zdaj je rekel, ne, se pravi, zakaj, če ti ne hendlaš hidratov dobro, zakaj jih imeti 50% v svoji prehrani. Ne. Nekateri svetujejo, ja, zmanjši tam na 30 pa 40, ne, samo spet, mislim, malo kontraproduktivno, ne? Ja, jaz ne razumem, zakaj se ne naredi te piramide po posameznih potrebah ali pa še bolj rečeno po posameznih, ne vem, področjih ali pa boleznih, konec koncev. Zakaj ne naredimo piramido za sladkorno bolezen, piramido za, ne vem, Alzheimerjevo čebil, ne, lahko piramido za vsako bolezen in potem bi bilo to idealno in človek točno ve, čemu slediti. Zdaj mi imamo eno piramido, ki se je naredila, ki so, mislim, da Ministrstvo za kmetijstvo v Ameriki. Kmetijstvo, agrikulturo. Tako, v Ameriki 92. leta so naredili to piramido in od takrat so jo sicer posodobili 2011, če se ne motim. Je pa šel zdrav krožnik. Zdrav krožnik ven, ampak to je minimalne spremembe, to je prva stvar, malo so mogoče zelenjavo pa sadje začeli malo več pušati, ampak še vedno struktura je zelo podobna, ne. In to se mi zdi tako nespremljivo. Tehnologija, prehranska industrija se, mislim, svetlobnimi leti se v bistvu spremenja. Vsako leto je, mislim, res čist drug svet, ne, znotraj te industrije. Mi pa pač to piramido smo spremenili 2-krat v zadnjih 40 letih, ne. Ja, v bistvu 40 letih. Mislim, ja, sej po eni strani razumeš, ne? Oni so hoteli narediti neke smernice za splošno populacijo, samo tle noter, ko si rekel, te splošni populaciji imaš ti od športnikov pa do bolnikov z raznimi boleznimi, vmes imaš pole še večina ljudi, ki je pač sedečega življenjskega sloga danes, ne, in oni ne rabijo 50% ogljikovih hidratov, ne. Sploh toliko žitaric, ne. Tisto je pole problem, ko si rekel, tudi hidrati posebej niso enaki, ne, sladkor ti bo hitro nabil sladkor gor, ostali kompleksni hidrati pa malo počasneje, ne. Tako da tudi tam se malo razlikuje in je težko narediti neke take splošne smernice, ki bi pač vsem ustrezali, ne. Samo pač, če se sploh pri diabetikih, pri bolnikih, ne, zakaj ustrajati pri nekih starih smernicah, ne, če pač vidiš, da neke druge prehrane, recimo, ki si prej že omenil, ne, LCHF, keto, ne, da znajo zelo dobro vplivati na te bolnike. Tako, kot si rekel, čisto razumem, da so oni poskušali zajeti neko splošno populacijo in moraš narediti, drugače ne gre, ne. Ljudje smo itak toliko različni, da ne moreš za vsakega posebej narediti, ne. Bi bilo idealno, če bi imel vsak svojo piramido, pa res v nulo narejeno, ne. To mogoče bo AI naredil zelo malo, to bi bilo super. Ampak, ja, to je za neko splošno populacijo odlično. Takoj, ko pa preidemo v neka bolezenska stanja, tako kot je sladkorna bolezen, ki je res prehrana, tako kot sem rekel, vsaj 60% vsega vodenja sladkorne bolezni, pa pač enostavno ne moremo ustrajati s to klasično piramido, ne. In glede na to, da je to, mislim, da je druga največja kronična bolezen, takoj za nekimi oziroma za povišanim krvnim pritiskom, tako srčno-žilne bolezni so, ne, spadajo v en koš, pa so zato mogoče najbolj razširjena bolezen, ampak potem je takoj sladkorna. In zakaj za tako ogromno, mislim, 10% ljudi na svetu živi s to boleznijo, zakaj ne naredimo smernic simple, pač naredimo, tako kot smo rekli, novo piramido in enostavno bo 10% populacije lahko sledilo nečemu, kar je jasno, ne. Zdaj,
mogoče je tisto pol celo malo zavajujoče, bi lahko rekel. Veliko ljudi se obrača dejansko po teh smernicah, tudi stroke konec koncev, veš, mogoče bi marsikdo tudi v stroki rad priporočil drugo, pa po eni strani, ne da ne smeš, ampak je malo neprijetno, veš, ker tisto so usmeritve. In jaz tudi razumem pač določene diabetologe, ki ne svetuje recimo LCHF prehrane ali pa keto prehrane diabetikom, zato ker pač ni uradno nekako to, bom rekel, na trgu potrjeno, da bi delovalo. Čeprav vsi, ki smo testirali to prehrano, vsaj diabetiki, ker zelo hitro vidimo te spremembe sladkorja v krvi, vemo, da je to v bistvu najboljši način za nas. Se pa imaš pa ljudi, ki pravijo, pa ogromno maščob, pol poješ, pa to ni zdravo. Zdaj, žal ljudje še vedno imajo v mislih, če rečeš maščoba, kot nekaj negativnega. Mislim, danes pa res bi lahko vsi vedeli, da se maščobe delijo na tiste zdrave ali pa malo manj zdrave, pa dejansko zdrave maščobe. Tista teorija iz 1950-ih, ki je bila ena obsežna študija, mislim, da čez 7 držav so. Tako, ja. Ansel Keys. Tako Keys je bil. Ja. On je takrat naredil to študijo, ki je v bistvu maščobe res čist očrnila. In od takrat pol tudi ta piramida, ki so prvo naredili, tudi izhaja, maščobe so bile veliko slabše kot sladkorji. Tudi ene teorije so zdaj, ne vem, ali zarote, ali res to, dokler ne bojo kakšni dokumenti ven prišli, ne bomo vedeli, ampak da ne bi celo industrija sladkorja tudi v bistvu plačala te študije, da bi pač nekako zrastel lahko, te lobiji so bili zgleda takrat močni, če je to res, in so maščobe čist potlačili dol, da se v bistvu v tistem obdobju industrializacije to res lahko ušerali in da so v bistvu vse sladkorje tako spumpali, kakor so jih. Če pogledamo oglase iz tistih časov, so grozni. Tisti ameriški oglasi, Coca-Cola in ne vem, Pepsijev in ne vem, kaj vse so delali. To je, mislim, noro. To si danes po mojem sploh ne moreš prvoščiti, ker bi te folk hitro poštekal, da ni zdravo pa najboljš. Ja, v bistvu jaz sem pisal, ko sem ti omenil, jaz sem študiral zgodovino, na konci, pač med faksom me začela zanimati prehrana in pole na koncu za diplomsko delo sem pisal od zgodovine prehrane. V bistvu zdaj si omenil to študijo setnih držav, lahko gremo malo pogledati, kaj je bilo od zadje, kako je on Ansel Keys, kako je on sestavil to študijo. V bistvu on je izbral neke sredozemske države, pa neke države po svetu in v bistvu on je targetiral na take države, kjer so imeli že na splošno majhen vnos maščob, pa sploh nasičenih maščob. In pole on jih je spremljal in pole na koncu preveril, naredil to, se pravi, študijo. In pole je videl, da v bistvu vse te države imajo ful nizek procent srčnega obolenja. Zakaj je prišlo sploh do te študije, ko v bistvu v 50-ih, 60-ih letih je bilo v Ameriki ful teh srčnih obolenj, kar naenkrat je ratala epidemija takrat, srčnih obolenj. In pole so začeli ugotavljati, kaj je krivec. In pole so prišli na podlagi več takih podobnih študij, so prišli do ugotovitve, da je v bistvu maščobe, pa nasičene maščobe so tisti krivc. Kaj se je potem zgodilo? Ker so živalske maščobe, ki imajo večinoma nasičene maščobe noter, so kao krive, se jih je začelo umakniti in pole vključevati te rastlinska olja, oziroma rastlinske maščobe. Vse te, ko so kisko v Ameriki, sončnična olja, repična olja in te stvari naprej. In v bistvu zanimivo, ker sem pole nekako skozi študijo, oziroma skozi potem tudi se vidi, kako je porast teh kroničnih bolezen, tudi tip 2 diabetes, tipa 1, v bistvu vse šlo gor. Zdaj je tu vezano na več sladkorja v prehrani, več hidratov v prehrani, ali tudi na rastlinska olja, to je vprašanje. Je tudi kombinacija vsega. Tudi da moramo vedeti, v bistvu, zakaj so smernice danes, zakaj so take, v bistvu, ko se je takrat začelo z nekimi slabimi študijami in tako naprej. V bistvu zanimivo, takrat so tudi bili nasprotniki teh teorij oziroma teh študij, ampak niso bili uslišani, ker so bili druge interese v zadnji, ko se že omenil. Definitivno. Agrikultura, pa sladkorna industrija. Takrat se je to vse začelo razvijati.
pogledamo zgodbo tobaka, je zelo podobno. Takrat so bile študije, da je to super. Mislim, če pogledamo prve dirke, tudi kolesarske dirke, Tour de France, to so ljudje kolesari na kolesih kadili, s čiki v usti. Mislim, takrat so promovirali dejansko, da je kajenje zdravo. Ja. Mislim, pa so bile študije narejene. Torej študije so kazale, da je kajenje zdravo in isto je bilo verjetno, tudi pri tem maščobi, ker danes se kaže, da mislim tudi vsi ljudje, ki živijo z neko keto dieto, to je zelo malo ogljikovih hidratov, več beljakovin pa največ zdravih maščob, živijo, mislim, veliko ljudi živi na tak način. Tudi jaz sem zdaj začel testirati, en dober teden sem v tem in sem tukaj, sem zdrav. Sladkor je urejen tako, kot že dolg časa ni bil. Res, jaz vedno rečem probej, nekaj časa vztrajaj v tem, zdravo vztrajanje. Zdaj, če boš ti skupaj padal, pa boš na pol mrtev ležal na kavču, pol preken s takimi stvarmi. Ampak če vidiš, da so neki pozitivni učinki in jaz jih vidim na sladkorju noro in bom tudi objavil na svojem profilu to mojo malo interno študijo, kako sem se tega lotil, pa kaj naredil, kakšni so rezultati, lahko že zdaj rečem da se počutim boljš, mogoče samo zaradi tega, ker nimam nihanj v sladkorju. In je res sladkor, za kakšen obrok si celo ne dam inzulina. Mislim, prav ne dam inzulina. Ker je noro, noro. Čakaj, na koliko si zmanjšal hidrate? Poskušam pod 30 se držati na vsak dan. Kakšen dan pride, je bil 20 minimalno, manj mi še ni ratal. Mislim, da največ sem jih pa 40 pojedel. Pod 50, kakor te raziskave kažejo, mora biti, da se začnejo ketoni v bistvu proizvajati. Je pa težko na začetku, predvsem, ker si tako obdan z ogljikovimi hidrati. Ja, pa telo je tudi navajeno, telo, možgani so navajeni na hidrate, in ko zmanjka hidratov, kar naenkrat ni energije, šok. Ja, je bil, lahko že zdaj povem, da to je bil prvi dan, pa drugi dan je bil šok. Predvsem, ker jaz sem zraven še vedno hotel športati, torej imeti neke mal težje obremenitve, da vidim, če se da to športom, se predvsem to, zato ker sem športnik po duši in ne bom mogel brez, zdaj mi ne pomaga, da jaz dober jem, pa nič ne športam, to je pol nisem več naredil. Pomembno je, da po mojem prve 2 dni sem imel malo krize, ker se ta glikogenske rezerve so se verjetno praznile. In to se je ziher poznalo. Pa največ težav sem imel s tem, da recimo jaz, ko imam črpalko, meni skozi tečejo čist mini odmerki inzulina, zato da pokrivajo, v bistvu ta sladkor, ki se proizvaja v jetrih. Ti moraš ves čas malo inzulina imeti v krvi. Tudi če si na keto dieti, zdrav človek ima vedno mikroodmerke v bistvu inzulina. In jaz sem mogel ful zmanjšati te bazalne odmerke, ki ves čas tečejo. Če ne, da bi ti nižale sladkor. Točno to bi mi dejansko ful znižale in jaz sem zmanjšal, sem ti prej povedal, za 30% te bazalne odmerke v prvih parih dnevih. Kar je super. Poleg tega, da sem si za določene obroke si sploh nisem dal inzulina, za nekatere obroke si dam pa za 50% manj, recimo. Tako da, mislim, to je en super pokazatelj, ker ti, če imaš dejansko manjše potrebe po inzulinu, tudi pri sladkorni bolezni zdaj govorim, je lažje nadzorovati sladkorno bolezen, ker manjše korekcije potrebuješ, to je bistveno. In daš manj inzulina in ima kar naenkrat ful večji učinek in je ful lažje. Tako da, in isto je, vse se da potem v bistvu prenesti na zdravega človeka. Če deluje pri sladkornemu bolniku, tako kot sem jaz, potem je to raj verjetno za zdravega človeka in bo te spremembe videl. Tako da, bomo videli, še 14 dni, 3 tedne bom ziher definitivno tako ustrajal, mogoče še dlje, če bo. Je pa res, da sem jaz bil že prej na LCHF, to mogoče ta razlika med LCHF pa keto je, da pri LCHF so še vedno dovoljeni ogljikovi hidrati, ampak v ful manjših količinah. Recimo prej sem vsak dan pod 100 gramov ogljikovih hidratov pojedel ali pa tudi pod 80 kdaj. Zdaj pa se pravim pod 40, več kot pol manj, tako da se kar pozna. Ja, mene bo tudi mi bo zanimivo spremljati tvoj napredek,
kako ti bo na dolgi rok. Ker to se mi zdi ful ljudem, ki začnejo LCHF, se jim ful izboljša se, samo potem s časom, recimo tudi pri meni je bilo tako, na začetku mi je ful, recimo, ko sem prvič proval LCHF oziroma keto, fokus, energija, počutje, tudi cukor, se mi zdi, da je bil skozi raven. Pole na dolgi rok, oziroma tudi malo sem pretiraval zaradi športa in to, me je pole malo izčrpalo. Manjkalo. In pole se mi zdi pa, ker si enkrat navajen, se pravi, ko pride do te metabolne fleksibilnosti v telesu, se pravi, da lahko telo uporablja in sladkor in maščobe. Hibridno, ne? Ja, hibridno, Tu je pole še dodaten, še lažje se ti telo te zmanjšati, sladkorja. Tudi pole, če spustiš kakšen obrok, nimaš palca. Nimaš tega, točno to. Ker lahko pole telo iz maščob dobi energijo iz ketonov. in tako naprej. Lahko pa itak pole, ker si enkrat adaptiran, si lahko še vedno LCHF keto, pa vmes pole aktivnosti športnika, da rabiš malo več, dodaš hidratov noter in čeprav tu, če greš gledat študije prav športnega področja oziroma športna zmogljivost, pravijo, da ni prav isto, se pravi, če si ti adaptiran na maščobe, pole, če greš na hidrate, jih ne uporabi v taki meri, ne? Ja, to je edini tak hakelc, to je itak bolj za profesionalne športike. Mi nismo, ne, ampak. Ampak dobro je vedeti, ne, mislim, kako optimizirati telo, ne. Jaz sem v bistvu gledal pa bral študije, večinoma prek kolesarstva, ker me to tudi najbolj zanima, pa se mi zdi, da so tam res taki ekstremni napori, sploh na teh 3-tedenskih dirkah. In so delali kar neki študij, in tako, kot si rekel, v bistvu vnos, mislim, tisti ljudje, ki so bili malo v LCHF prehrani, kolesarji pa potem so dodajali, tudi zdaj imaš te eksogene ketone, ki jih spiješ lahko, ne, so potrdili, da dejansko telo, ki začne, če zna preklapljati med ketoni pa med glukozo, lahko ful več, v bistvu regeneracija, predvsem se je pri regeneraciji poznalo, da so imeli ful boljšo regeneracijo med samo dirko in med posameznimi dnevi, torej, ko so imeli počitek ali pa ne vem, samo noč, ko so prespali, pa 3-tedenske dirke, to ful traja, ne. Največji napredek je bil pa pri nekih ultra vzdržljivostnih in mislim, da klele dejansko tudi spada, recimo taka 3-tedenska dirka, da je to ultra vzdržljivostna, ne, preizkušnja. In tam so bili pa najboljši rezultati, predvsem zaradi te regeneracije, ne, ker tako, kot si rekel, če se telo enkrat nauči uporabljati glukozo in ketone, potem si zmagal. Točno takrat bo uporabilo tisto, kar rab, in to bi bil najboljši hibrid, ne. Tako da nisem še jaz pri sebi, zdaj te stopne še nisem testiral, ampak zdaj grem najprej na ketone čist, bom videl, kako bo. Tudi isto MCT olje bom zdaj testiral, da vidim, če je to res. Ja, tisto je fajn. Samo moraš začeti pomalo. Pomalo, pa je za nič. Ne, v bistvu tisto ti lahko prebavne težave. Naredi, ne? Če prehitro preveč, pole ti lahko kar tako malo spuca se s tem. Če ne, pa fajn tisto občutiš, tako je recimo tudi, če si daš si probal? Ja, se pravi, jaz sem bil 2017, sem prvič probal s testiranjem LCHF, takrat je bil ta velik boom v Sloveniji, grom LCHF in to. In takrat se prvič začel malo testirati in recimo vidiš, če daš med obroke malo MCT olja, čutiš, da malo prej dobiš tisto energijo, kot ketek maščobe se malo več časa prebavljajo, presnavljajo, ne. Pa tudi recimo pole pred fizično aktivnostjo pole čutiš malo več fokusa, malo več energije, tako da tisto je fajn, ne. Imaš pole tudi v prahu MCT olja, ne, se lahko daš pole tudi med aktivnostjo, napitek. Čeprav tam se tudi možeš dobiti kakšen pameten izdelek, nekateri imajo pole zraven maltodekstrin. Možeš dobiti tizak, ima čim manj hidratov, tako, ker so različne molekulske strukture in to je. Ja, jaz sem zdaj samo olje, prav olje naročil, pa da vidimo pole naprej, ne. Kako bo. Sicer tisto je tako, brez okusa, oziroma jih malo po kokosu, nekaj tako iz kokosovega olja. Tako da mene ni. Mislim, jaz imam kokos itak ful rad, tudi veliko hrane pripravljam na kokosovem olju, tako da mi je tak sladkas okus mi je ful dobro. Top. Veš kaj, na začetku nismo malo klepetali od tvoje zgodbe, tako da mogoče malo za kontekst, malo predstaviš, kako je prišlo do tvoje bolezni, ker sem nekaj sem bral, da je bil kar tak izziv zate. Ja, itak. Jaz sem v bistvu zbolel pri 12. letu. To je bil šok, predvsem zato, ker jaz sem se takrat že kar resno ukvarjal, sicer sem bil mlad, ampak sem vseeno resno se ukvarjal s tenisom. Glih sem bil takrat
na meji reprezentanca, ja, ne, skozi tako se boril. Potem je vsekala ta sladkorna bolezen. A kar direkt tip 1? Direkt. Sej, če si mlad, rečem tam, v času pubertete je tako največ, glih tam 12, 13, 14 let, takrat največ otrok zboli za diabetesom in to je takoj tip 1, ker telo se začne izčrpavati šele pa ta inzulin v trebušni slinavki šele po 50. Odvisno, kako spet živiš, ampak ponavadi po 50. letu starosti in takrat dobiš ti tip 2, pa bolj postopoma gre tako, kot sva prej rekla. Takoj, ki si ti pa v času pubertete, je pa to pač avtoimuna bolezen, zdrave celice napadajo, svoje neke celice napadajo pankreas in uničijo te Langerhansove otočke, beta-Langerhansove otočke, beta celice, in ki so zadolžene za proizvodnjo inzulina in čist uničijo. Zdaj, kakšen je pre njih je ta prehod traja, da še malo proizvaja, kakšen mesec, 2, pol leta, odvisno. Imaš tudi kakšne izjeme, celo, ampak to je, ne vem, če je tudi procent, da kakšen par let celo vlečejo, da še vedno malo pa si morajo zunanjo, sem kdaj zunanji inzulin dati. Pri meni je bilo to zelo hitro, v bistvu 1 mesec nisem imel več, mislim, da je bilo še prej svojega inzulina in jaz sem bil sprejet v bolnico in mislim, da sem takrat ostal 14 dni celo v bolnici, da so me oni čez celoten program pelali, torej da so sploh zares točno diagnosticirali, da so vzpostavili neko stabilno stanje, ker sem bil že kar v fazi ketoacidoze. Mislim, da ko so me sprejeli, sem imel sladkor 36. In to pomeni, da sem najbrž bil že par dni s takimi sladkorji. Tako da takoj, ko je pa sladkor na 14 milimolov na liter, začne pa v bistvu telo ne uporablja glukoze več za pač neko normalno delovanje, ampak začne proizvajati te ketone, začne v bistvu iz maščob ustvarjati ketone in uporablja ketone z energijo. In teh ketonov se potem v krvi presežek pojavi in to je takoj recimo zdrava ketoza, če je kdo na tej dieti, je tam do 5 milimolov na liter, ketonov govorim, zdaj ne sladkor, ketonov v krvi. Takoj to ketoacidoza je takoj čez 5-7 milimolov na liter ketonov. Tako da jaz sem definitivno že bil v tej fazi, bil sem čist izsušen, shujšal sem, slabo sem se počutil, na bruhanje mi je šlo, itak na WC, nisem prvič sem to trening v življenju spustil, take stvari, ker rečeš, nekaj narobe s tabo. Tako da pa smo šli zelo hitro v bolnico, dali kri in to vse itak takoj vid, in pa so me samo v Ljubljano pelali na ta oddelek, na pediatrično kliniko, kjer je prav oddelek za sladkorne bolnike. In pa sem bil noter 14 dni, so me vse naučili, tudi ta šola je bila res super, malo dolgo je trajala, ampak je bilo super, ker so še starši prihajali in smo imeli tako učilnico in smo se prav učili o sladkorni bolezni. Tako da moram tudi pohvaliti vse naše diabetologe na tej pediatrični kliniki, ki so, res so me veliko naučili, veliko so mi dali in tudi v samem svetovnem vrhu glede raziskav in na tem področju, tako da imamo res srečo, da jih imamo. In pa ko sem prišel ven, sem bil pa zgubljen. Kaj pa zdaj, veš, pa sami v bistvu z družino raziskovati, saj smo imeli navodila in vse, ampak to, ko dobiš eno tako bolezen, ki res terja popolnoma drug življenjski slog, si zgubljen, ne veš čisto točno. Sploh, če si nek športnik, to, ko sem jaz takrat bil, to so ogromno bila enih težav, pa skrivnosti, pa veš, kaj zdaj, kako bom jaz to bolezen sploh zares vodil športom. Eni zdravniki so mi celo rekli, Žiga, rajš, ne, pušč šport, veš, boš to za rekreacijo, kako boš to otroku 12 let star, mu rekel, ka ima sanje, da bo, ne vem, igral v Wimbledonu, v finalu enkrat. In to so bili tako, kar stresni časi in pol se mi zdi, da je bil edini, vsaj takrat se mi je zdel, najboljši način, da jaz malo ignoriram to bolezen. Zdaj bi rekel, da je to najslabši način, ne moreš ti te bolezni ne smeš ignorirati, enostavno, ker ti naredi preveč sranja. Ampak takrat sem bil jaz tak trmast, mogoče sem se malo preveč tudi vase zaprl, starši, sej so mi težili tako prijazno, ampak preveč pa tudi niso hoteli, sej razumljivo, lahko bi še več kode naredili. Tako da nisem imel zdaj, bom rekel, porazno urejeno sladkorno bolezen, ampak definitivno ne najboljš.
In to lahko nekaj časa, veš, takole malo skrivaš, pa sam sebe v bistvu prikrivaš, ne. Ampak na dolgi rok pa enostavno pol sem videl, ker sem šel izven te pubertete, sploh pol, ker sem vpisal se na fakulteto za šport, tam sem pa sploh dojel, da zdaj pa pač moraš testirati vse možno, da boš najdel nekaj idealnega za svoje življenje, ker ne moreš slediti tistemu, kar v bistvu ti je bilo prej povedano, predvsem glede te prehrane, ne. Ampak moraš najti nekaj, kar bo funkcioniralo. S takimi sladkorji pač enostavno, mislim, boš zdržal mladost, ampak na stara leta te bo pa pač pokopalo. Tako da sem ful začel raziskovati, takrat sem začel tudi delati v bistvu ogromno z društvi upokojencev, kjer je bilo ogromno tudi diabetikov itak noter, ne, včlanjenih, in sem imel različne delavnice za njih. Najprej sem začel z različnimi aktivnostmi kot nekimi fizičnimi aktivnostmi, treningi, vadbe različne sem vadil za njih in pol jih opazoval in v bistvu tako pogovarjal se veliko z njimi, oni so mi te beležnice prenašali sladkorji, veš, in spremljal in sem imel tako, iz prakse sem kar naenkrat dobil ful uporabnih stvari. V teoriji sem vedel, kako funkcionira, ampak imaš ti, ne vem, na razpolago 20 diabetikov tam, in dejansko lahko spremljaš in si v Excelu našaš njihove podatke, sladkorje, kako je ta vadba vplivala na njih, kako je ta tip vadbe, ne, malo višja aerobna vadba, ali pa daljša, pa manj obremenjujoča vadba, ali pa raztezanje, veš, take joga, kako umiri recimo kakšen stres v telesu, pa vse te stresne hormone, če pade sladkor. Veš, to sem imel ogromno enih takih super vpogledov, mi je žal, da nisem takrat drugače zapeljal, ker bi lahko res hudo študijo iz tega naredil, ne. Sicer je bila to neka taka študija, ampak bolj interna, tudi z nekaterimi profesorji na faksu sem se veliko pogovarjal o tem, smo tudi sodelovali, pa so mi pomagali, in ogromno literature dar in tako naprej, ampak škoda po eni strani, ker sem imel res, še zdaj imam vpravljene te zvezke, ker smo testirali, kako različna vadba, pa potem sem tudi malo začel s prehrano počasi spraševati jih najprej, kaj oni jejo, kako jejo, pa sem začel povezovati, pa se jaz sam učiti, pa dajati nasvete, pa smo malo testirali, pa sem jaz najprej na sebi testiral, sem rekel, tole je dobro, pa dajte še vi probati, pa sem videl, pri njih tudi učinkuje, evo, to je kljukica za to stvar, ne. In so bile kar zanimiva leta, no, takrat v času študija. Je pa res, da sem imel v bistvu dve strasti oziroma dve ljubezni, ne, jaz sem še vedno hkrati v bistvu delal študij, vodil svoje društvo, ker sem v bistvu te aktivnosti za upokojence imel, pa še tenis profesionalno igral, ne. In pol sem zelo hitro videl, da pač to ne bo šlo, sicer sem kar dolgo vlekel, v tem času celo postal takrat prvi diabetik na svetovni teniški ATP lestvici. Tako da pol, ker sem pa tam 22 let bil star, sem pa rekel, zdaj se bo pa pač treba odločiti. Vsega definitivno noš mogel, ker pri tenisu ogromno potovanja, ogromno, mislim, tako dosti nezdrav življenjski slog, ne, ti menjaš tudi časovne pasove in to ti poruši, pri diabetiku se to vse vidi še enkrat hitreje, ne. In to sem videl tudi recimo pri mojih kolegih, tenisačih, oni so trenirali brez problema, ne vem, 6 ur na dan, pa naslednji dan spet. Jaz sem bil naslednji dan že malo slab, ne, sem si mogel 2 uri več pavze vzeti ali pa 3. Zdaj to ti nalagaj, ne samo tedne, mesece, ampak leta, veš, in to se je pri meni sploh s to urejenostjo, ker sem takrat zares se šele začel učiti, sem bil malo prepozen, ne, sem malo zamudil. Če bi jaz to dojel že veliko prej, da ne bi mogoče reagiral na to sladkorno bolezen na tak ignorantski način, bi mogoče lahko jaz veliko več tudi iz kariere konec koncev naredil, ne. Ampak ja, taka je bila moja pot, spremeniti ne moreš stvari, sem se pa veliko naučil, na lastni koži, no. Je bilo veliko več praktičnih stvari, kakor teorije. Ja. Si pa zdaj na eni taki lepi poti, ker vprašanje, če bi bil profesionalni teniški igralec, ne. Ja, ne bi mogel, definitivno, mislim, tako kot si rekel, to je zgleda moje poslanstvo, zdaj sploh ratalo. Potem sem se itak nekaj let lovil, nisem točno vedel, kaj zares početi. Vmes sem celo ratal v bistvu potovalni trener enim Azijcem, Kitajcem, sem veliko z njimi potoval po svetu kot teniški trener.
To priložnost sem izkoristil, tako da takrat je malo zamrla ta komponenta sladkorne bolezni za ta 3 leta. Ampak evo, zdaj se pa vračam nazaj, ne. Glih ene dobro leto pa pol nazaj sem začel tudi s podcastom, prvim v bistvu sladkorni bolezni. Zdaj zaradi zadnjega projekta je šlo to malo na stran, ampak se bom vrnil, bom spet začel snemati. Veliko delam z diabetiki, predvsem tistimi, ki nekako ne čutijo, mislim, ker rabijo nekaj več, ker rabijo nekoga, da iz izkušenj pove, pa da jih spremlja dalj časa, ne. Ker sej moramo iskreno povedati, naši diabetologi, zdravniki so super, ampak oni imajo omejen čas. Pač oni imajo, tudi jaz pridem na vrsto recimo enkrat na pol leta za 10 minut, ne. Diabetologu to težko, tako kompleksno bolezen težko obravnavaš v tako kratkem času, ne. Ljudje pa danes res, glede na toliko motečih dejavnikov, ki jih imamo v naši družbi, rabijo eno konstantno pomoč, en konstanten support, ne. Predvsem je pa lažje, če jaz iz izkušenj tudi govorim, malo bolj zaupajo. Točno to sem hotel povedati, da akademsko znanje je eno, mislim, mora biti, ne, hkrati pa lahko veliko več da nekdo, ki je šel skozi neke take, ko si šel ti, recimo, neka tako potovanje, ne. Ker se toliko lahko naučiš iz svojih izkušenj, pa pole še se akademsko izobražuješ oziroma se učiš na svojem, ne, je pole združeno to znanje. Ne. Točno, to bi bilo, To je top. to bi bilo super. Mislim, tle imam jaz, žal ne razumem recimo tega koncepta tudi iz drugih področij. Bom čisto na splošno govoril o stroki pa praksi, ne. Tudi pri podjetnikih se to velikokrat vidi, ne. Imamo stroko, ki je na fakultetah in predava pravzaprav o istih temah, pa imamo podjetnike, ki to v praksi načeloma delajo, ne. Seveda vejo nekaj v teoriji, ampak so skozi prakso dali to čez. In se mi zdi pri boleznih ali pa pri zdravniški stroki je to ta isti simptom, konec koncev. Velikokrat sem tudi jaz želel sodelovati s kakšnimi tudi mednarodnimi strokovnjaki, slovenskimi, kakorkoli. Dostikrat doživiš tak mal, ko bi rekel, nek občutek dobiš, da ti pa ne spadaš sem in mi ne moramo s tabo sodelovati, ker nisi naš, ali kako bi rekel, nisi dovolj strokovno podkovan, čeprav jaz sem... Nimaš naziva. Tako. In to mene, mislim, okej, pač ne bo tako, ampak ni prav, definitivno ni prav, ker vsi, tako, zato sem tudi podjetnika omenil, velikokrat poslušam tudi te podjetne podcaste, v katerih podjetniki govorijo, da bi veliko več naredili, če bi združili moči, ne. Pri boleznih pa sploh, če bi imeli pogled v prakso, da bi imel nek, ki obvlada teorijo, direktno pogled v prakso, da bi to združil, to bi mi rušili, mi bi imeli zdravilo že danes, no. Ampak se mi zdi, da ne vem, da se ta svetova preveč ločita. In tudi pri športu recimo sem videl, imaš trenerje, ki so vrhunski teoretiki, ene trenerje, ki pa nimajo pojma v teoriji, pa obvladajo prakso, znajo z ljudmi delati, ne. In če bi mi to znali združiti, da bi mogoče malo ta ego znali umiriti, bi bili, jaz mislim, da že 100 let pred današnjim svetom. Ja, se po eni strani razumeš te strokovnjake, mislim, tu se vidi sploh v tem trenerskem svetu, ko si omenil, ne, pa recimo fitness trenerji in to, ne, nekateri študirajo do 6 let na fakulteti za šport, oziroma 7 let, ne, drugi pa naredijo samo 2 tečaja in so že na istem nivoju, ne, tudi pač po eni strani jih razumem, da se morajo oni zaščititi, po drugi strani pa, ko si rekel, če bi tu nekako lahko povezali, da bi bilo top, ne. Ja, tudi jaz nimam odgovora, jaz sem isto občutil, dobro si rekel, ne, jaz sem pač tudi dokončal fakulteto za šport, v bistvu usmerjal sem tenis pa atletiko, ne. In že tam sem čutil, ker jaz sem bil pač tenisač, ko sem usmeril dodaten predmet atletiko, sem že tam čutil, ko sem hodil na prakse, na stadione, da ne spadam tja, da me hočejo izločiti, pa sem samo hotel se naučiti, pa pač veliko vedeti o atletiki, da bom lahko to prakso preusmeril tudi na ostale športe, ne, pa pomagal. Ali pa na zdrav življenjski slog, ampak te že tam malo odrivajo ljudje, veš, nisi atlet, nikoli nisi bil atlet in ne spadaš, nimaš na stadionu kaj delati, tak občutek sem dobival. In po drugi strani sem pa v tistih začetnih letih tudi jaz gledal na te, ki si omenil, v bistvu ljudi, ki samo naredijo nek vikend tečaj, ne vem, česarkoli, ali trenerski, teniški tečaj, ali atletika, ali pa fitness tečaj in imajo v bistvu dovoljenje, da delajo z ljudmi na isti način, kot jaz sem se pa v bistvu 3-4 leta šolal, ne, za to, ne.
Razumem, ampak danes gledam mogoče malo drugačno to, takrat tistim prvem, drugem letniku faksa sem bil malo bolj zaščitniški do tega, ampak če imaš ti neko dobro voljo, dobro energijo, neko znanje, pa predvsem željo, da se povezuješ, da deliš te prakse, pa da tudi znaš priznati, da si neki zajebil po domače, mislim, da si lahko veliko boljši, kakor nek teoretike se zase držijo. Veš? In jaz dan danes res puščam vsakmu možnost, da me prepriča, da pove neke stvari, da da argumente ven, in če me bo prepričal, če bo dobre stvari povedal, je zame čisto enako vreden, kakor, ne vem, doktor znanosti. Je pa, verjamem, da je pa marsikomu to težko, zaradi različnih izkušenj, verjetno. Ja. Prej si omenil ta projekt, se pravi, ki se ti je pred kratkim zaključil. Podeliš malo več od tega. Tisti, ki te spremljajo, mogoče na socialnih omrežjih že vejo, ampak za naše poslušalce, ki so se zdaj spoznali. Zdaj je glih, kjer ga pa smo danes? 14. september. Ja, en dober mesec je zdaj že. Ne, glih mesec, odkar sem se vrnil v bistvu z tega projekta, z te poti. Ja, to je bil pa projekt, ki sem ga v bistvu delal res zadnje pol leta. Sem pač živel to. Šlo se pa je predvsem za ozaveščanje o sladkorni bolezni na mal drugačen, ekstremen način. Tako, kot sem rekel, jaz sem pač športnik po duši in zdaj sem hotel tudi medijsko pozornost malo pritegniti na tak drugačen način, skozi tak ekstremen športni dogodek. Namreč prijavil sem se kot diabetik, seveda, na eno ultrazdržljivostno kolesarsko dirko, najdaljšo ultrazdržljivostno kolesarsko dirko v Evropi, ki je bila dolga več kot 4000 km, iz Italije do Nordkapa, do skrajnega severa Evrope. In to je v bistvu prav dogodek, ki je že 8 leto zapored organizirano. Nordkap 4000 se imenuje. In čar te dirke je pa to, da v bistvu organizatorji ti dajo samo GPS traso, kontrolne točke sicer vmes postavijo 4, kjer se moraš poštempljati pa dokazati, da si pač tam prišel. Prek aplikacije te spremljajo tvoja pot, da ne bi kaj izgolfal, pa na kakšen avto ali pa avtobus sedel. Ja. To imajo poskrbljeno, da ne golfaš. In to je v bistvu tudi vse, kar ti dajem. Pol se moraš ti sam znajti z vsem. Torej, s spanjem, prehrano, mislim, vse, kar pride zraven, je tvoja odgovornost. In postavili so časovni limit 22 dni, kar pomeni na dan, da moraš narediti slabih 200 km, oziroma 200 se na koncu mislim, da glih nekako je šlo. Torej 200 km moraš ti narediti na dan, da prideš v 22 na cilj in da si uradno dokončal to dirko. Če ne, mislim, lahko eni so šli tudi svoj tempo, ker niso zmogli tega, pa so po mojem potovali, ne vem, namesto teh 22 dni 30 dni recimo ali pa 35 dni, ampak potem niso uradno končali. Tako da, ja, jaz sem se prijavil kot diabetik, da ozaveščam o tem, bil sem eden izmed 345 na štartu, na koncih je prišlo v tem časovnem limitu, zdaj so posodobili, najprej sem mislil, da jih je 200 prišlo, ampak mislim, da jih je samo 175, tako da polovica, ja. Samo polovica ljudi je v bistvu prišlo v tem časovnem limitu, kar je tako... Mislil sem, da bo več prišlo, da se prijavijo na to res tisti, ki so pripravljeni, ne. Ampak ja, zgleda so prišle različne okoliščine vmes. Tako da, ja, jaz sem hotel, na koncu mi je šlo celo, da sem lahko dnevne vloge monteral, snemal, pa mi jih je v bistvu en prijatelj monteral. Jaz sem vsem poslal vsak dan videe zvečer, on je zmonteral in so bili naslednji dan objavljeni, tako da so ljudje lahko dejansko videli, kaj se je dogajalo na trasi. Pa nisem zasledil, kje imaš to objavljeno? Mislim, da je posod na Facebooku, zato je razmetanke, veliko objav, ne. Facebook, tudi Instagram, TikTok tudi, ja. Najlažje mislim, da boš celo na TikToku videl, kaj je lepo zaporedil. Tako. Zdaj pa počasno objavljam še na YouTube, ni mi še uspel vseh.
To ne spremljam na YouTubu. Malo poglej, je kar tako, par dni je bilo kar zanimivih. Ja, da dejansko vidiš, kaj se je dogajalo. Tako da to sem imel ful srečo, da mi je šel ta prijatelj na roke. Ja, pa tudi v pogled, mi smo sladkorni bolnik, pa ena, veš, na taki endurance trasi, nikar tako, ne. Ne, lih to je bila, jaz če bi imel nek kombi zraven spremljevalni, pa noter ljudi, ki jim zaupam, pa mi pripravijo obrok, pa se zvečer uležem v kombi, pa zaspim, pa se zjutraj dobro najem, pa vse, veš, to je čisto druga zgodba. Kaj imaš pa ti, moraš na telefonu viseti za, ne vem, zjutraj pa zvečer še 1 uro, da najdeš nastanitve, da sploh vidiš, če je tam karkoli na progi za jesti, če se boš lahko kje ustavil v kakšni trgovini, da zaloge dobiš. To je pa za diabetika ful pomembno in jaz sem mogel čim bolj natančno te stvari splanirati, ampak na taki razdalji ti ne moreš tega splanirati, ne? In to se je teplo med sabo. Imel sem, ne vem, dele trase, kjer po 100 km ni bilo ničesar. Nobene trgovine, ničesar za spat, divjina, pač makedam vmes, živali na cesti, jeleni, losi, veš, take stvari in težko je to z besedami opisati, ampak to je bilo res na trenutke ful stresno. Ni bilo to uživancija, ne. Recimo, jaz sem imel 3 hude krize vmes, ko sem rekel, ni šans, da dokončam. Že v bistvu po prvem dnevu sem videl, da bo to, prvi dan sem naredil 220 km, zelo veliko višinskih metrov čez Alpe, je bilo tam čez Italijo do Avstrije in rekel, to jaz ne bom zdržal 22 dni, mislim, ni šans, kako, ne. In pol se počasi malo navadi tvoje telo, pol se tudi možgani predvsem navadijo, veš, ker to so dolge razdalje, sem sedel vsak dan na kolesu, povprečno mislim, da je bilo 8 ur pa pol samo sedenja na kolesu, ne. Ti moraš vmes še jesti, ti moraš vmes še, veš, na WC, tretje, v trgovino, tako da jaz sem v bistvu bil prav s kolesom na poti vsak dan okrog, rečemo 13-14 ur, pa da sem šel v hotel, ali ti ostane zaspanc, veš, res 8 ur, pa ni bilo 8 ur. Ni bilo nikoli 8 ur, zato ker si zaradi stresa težko zaspal. Pač ni da priješ v hotel in kar zaspiš, ne, ni šans. Se mora prvo še telo malo pomiriti, nervozni sistem ohladiti. In ti si veš na cesti, ti si izpostavljen, ne. Trasa je bila recimo speljana dosti tudi po kolesarskih stezah, pa dosti tudi po nekih brezpotih, stranskih cestah, bom rekel, ampak to pride, ne vem, čez Švedsko, ko smo se po ravnih dolgih cestah vozili, pride tovornjak šleper, zanj ne obstajaš, veš, to te je dostikrat toliko, da te ni zbil, recimo, in to si mogel ves čas biti pozoren, ne moreš ti za sekundo nisi smel, in to sem res čutil, koliko so bili, mislim, moj je bil čist na koncu, je bil res utrujen. In to sem recimo tudi občutil čist po koncu, prvi dan, ko sem zaključil. V bistvu sem ostal še potem 2 oziroma 3 dni na Norveškem, ker nisem dobil leta takoj v Slovenijo. In jaz sem bil tam v ene Airbnb, sem rekel, se bom spočil, ne. Jaz nisem mogel normalno spati, jaz sem tak bil depresiven, nisem vedel, kaj ni delam. Zdaj, prej si imel vsak dan 22 dni, oziroma jaz sem končal v 20 dneh pa 17 urah na koncu, še prej. In moje telo ni dojelo to, veš, tako sem padel v eno tako stanje depresije, še vedno utrujen si, a hkrati veš, da bi mogel nekaj delati, ker telo rab, ker imaš občutek, da si pred 22 dni skozi nekaj bil v pogonu, adrenalin je bil na višku. Kar naenkrat se spusti. Čisto spusti. Jaz tega občutka res še nisem doživel in to so te ekstremi, veš, ka takrat pa rečeš, fakt, naše telo je res čudežno, da nas sploh spusti čez te težke momente, ne. Ker jaz sem bil tudi 2-3 na meji čisto z vročino, da bom do daske zbolen, da pač ne bom mogel sploh nadaljevati, da bom poiskal letalo pa šel nazaj. Po dežju smo vozili par dni, tako 7 ur na dan na kolesu, pa skozi dež pada, veš, pa mraz, pa veter piha. Mislim, ni telo narejeno za take ekstremne stvari. Ampak jaz sem glih hotel dokazati, da se v bistvu, da se da, ne, da če nekako tudi to sladkorno bolezen lepo vodiš, če se probaš, poskušaš dobro prehranjevati, kakovostno, nekako spati, kakor se da, da lahko tudi tak sladkorni bolnik premaga take ekstremne razmere, ne. Kako se pa pole med to traso oziroma v teh 22 dnevih, itak si mogel pole kontrolirati tudi krvni sladkor? Ja. Čem si se pole pomagal?
Jaz sem imel to aplikacijo itak, ne, ta merilc, ki ti ves čas mer sladkor na roki, to moram reči. To je ta preko te Sibionic merilc, to je ena v bistvu firma iz Kitajske, Hongkonga. Jaz sem z njimi zelo zadovoljen, no. Zdaj tudi za dirko so mi pomagali, tudi finančno nekaj, tako da so zelo odprti in imajo predvsem, pri njih mi je super, ker imajo zelo prijazen interfejs. Tak je zelo, kaj na igrca bi rekel, veš, malo pozabiš, da je to bolezen na sekundu. Tako zelo, tudi grafe riše, zelo lepo, niso neki, moram spet malo pogledati, aha, je super. Koliko je? 8,6 je zdaj. 8,6? Ja. Moš malo dvigati. Vidimo, moram še pa pogledati, koliko je inzulina, veš, da točno, aha, bo v redu, po mojem. Ja, in z njimi sem bil zelo zadovoljen, so bili tudi zelo odprti za to dirko, so rekli, da lepo, čudovit projekt, da tako zaveščam, da delam neke stvari, ki jih načeloma tudi zdrav se ne lotkratko, ne. Tako da ja, jaz sem imel ta senzor, ves čas pa spet itak črpalko pri sebi. Fora je, ker sem mogel imeti jaz sem imel na kolesu še 12 kg prtljage, ne, jaz sem mogel vse sabo vlačati, ne, jaz nisem imel sem kolesa, veš, jaz sem imel zadaj torbo, sredini torbo, spredaj torbo, pa še ruzaček z vodo, 2-litrski, ne. In noter sem imel pač tudi pripomočke za prvo inzulin, za rezervo, če se karkoli kaj zgodi, ker jaz si moram tukaj zamenjati inzulin na inzulinski črpalki na 3, maksimalno do 4 dni, ne. Si zamenjam vse, da je sveže, da je higiensko in vstavam v bistvu na drugo stran na telesu, ne. In ja, imel sem pač vse 2 rezervna dela rabeš v bistvu, mislim rezervna, potrošna dela za črpalko. En je ta set, ki ga v bistvu vstaviš v telo preko te cevke, katere teče inzulin, drug je pa ta rezervarček, s katerim napolniš. Torej, jaz sem mogel imeti že teh vsaj 7 na rezervi, vsazga po 7, ne, to je 14 v torbi, potem kar nekaj inzulina, potem še, če bi mi slučajno odstopil tale merilc, na srečo ni, moram potrkati, je super delal, ker 14 dni zdrži v koži, pa moraš pa zamenjati, tako da sem imel v bistvu še enega sabo. V bistvu 14 dni ga imaš gor, brez dajati. Brez da vič, Okay. To je cool, ja, to je ful, kar dolga doba, ne. Ja, to je ful, ne. Ja. Nekaj eni vem, da zdržijo samo po par dni, tle ne vem, neke evropske firme in to, ne, vem, da smejo nekateri, pole moraš na par dni menjavati, pa to je ful potrošnega materiala. Ful, to je tudi dosti drago, ne. Ja. Pa tudi zbadati se znova, veš, to je neprijetno, tako da to je super, da zdrži toliko časa, in je dosti lažje pol spremljati, ne. Tako da imel sem pa za rezervo še ta, bom rekel, old school merilc, ki se moraš torej prebost prst, pa vzameš direkt kri, če bi slučajno zatajila tehnika, ne, ta merilc, pa potem moraš imeti tisto pri sebi, da tisto je najbolj ziher, tisto bo vedno delalo, ne, tudi v mrazu ali pa čemerkoli, recimo tisto je najbolj taka stvar, ki deluje. Itak, pa sem imel še razne kreme, mislim, to je bilo ogromno ene prtljage, se pravim, 12 kg torb, imel sem 2 kolesarska dresa samo, ene spodne hlače, ene v bistvu 3 nogavice in to je to. Vse v spodnih hlačah sem spal konec koncev, ne. Tako da pa, ko sem v hotele prihajal zvečer ali pa v Airbnb, sem pač še en dres opravil, probo posušiti s fenom, je bilo ponavadi, sploh če je dež padel, je bilo luštno, sem mogel kolesarske čevlje razstaviti čist, pa spet s fenom pol ure sušiti, da se, mislim, to je bilo toliko enih zgodb, da... To si me zdaj spomnil na moje odbojkarske dni, ko smo bili muloti, veš, ko si imel te turnirje, po ne vem, 3-4 tekme, ne, pole, kadar je bilo toplo, si se prepotil, ne, pole probo neki posušiti s fenom, ne, ma itak ni bilo, ne, si dal pole nazaj gor, tisti mokr dres, švica, stari, Ne, ja, pač, ampak veš pa, itak sem že prej vedel, da bom v kaj se spuščam in da enostavno to bo del te zgodbe. Ja. In moraš se navaditi, sej zelo hitro pol možgani preklopijo, da nimaš nič toplega za obleč, nimaš nič, celo pozabil sem na tikače, tako da sem v bistvu v enem hotelu, pol si za dalj časa sposodil za v savno, veš, tiste copatke. Tako da sem po mestu hodil v copatkih, ko sem šel, malo me je pol gledal, pa snemal. Kolesar. Ja, ne moreš, tisto se itak po 10-12 urah na dan ti že res ti gre na živce, ne, ki je tak dvignen, pa dosti trčeval, pa ni prijetno, no. Tako da, ja, telo je na določene trenutke res šepalo. Ko si pa prvo s prehrano si organiziral na te dneve? Ja, dejansko prej sem imel plan, da bom jaz
probal nekako splanirati, sem si že prej potrasi označil, recimo restauracije, trgovine, ampak pa sem dejansko iz dneva v dan šel. No. Zvečer, ko sem vedel, kje sem tudi splaniral, do kje bom naslednji dan prišel, poskušal rezervirati hotel, vmes si pa označil, ne vem, sem rekel, ajde 3 ure bom kolesaril, povprečna hitrost rečemo 24-25 na uro, odvisno. In tam bo ta trgovina na tej razdalji, približno. Tam se bom ustavil, spet natočil, ne vem, kupil Powerade, vodo dofilal, kupil, ne vem, nekaj za pojest. Ja, ampak v praksi je bilo, jaz sem imel v planu, da se bom držal, ker pred to dirko sem zelo lepo sladkor urejal s tole CHF prehrano, tudi na treningih, super vse. Pač sem dodajal v majhnih količinah ogljikovih hidratov, mi je čudovito služilo. Tam so pa moji možgani splavali čisto eno drugo plat. Ker tako ratov sem ful paranoičen, da mi bo sladkor preveč padel, tega si sploh nisem hotel želeti. In sem skozi čutil praznega. Saj najbrž sem bil veliko bolj prazen kot doma, ampak pretiraval sem s tem občutkom, ker sem videl pol na krvi, ker sem našel ful preveč ogljikovih hidratov, ful preveč sladkorjev. In je pokazalo v bistvu previsok sladkor sem imel. Ne. Sicer povprečje med celo dirko sem imel 8,8, ker so rekli, mislim tudi vse te raziskave, ki sem bral za take napore, je to super. Ampak jaz sem zelo strikten glede tega in vem, kaj sem prej, ker sem pol leta treniral doma, kakšne sladkorje sem imel. Ne. In nisem bil zadovoljen s tem. Kje te je tebe optimalno? Ja, zdaj, jaz imam ta glikeran hemoglobin, o katerem smo prej govorili, to 3 mesečje, imam okrog 6, ne, oziroma zdaj mislim, da je celo 5,8 bil na zadnje, ne, kar je vrhunsko, ne. Tako da povprečje imam to, ampak niha zelo, zelo različno. Že danes zjutraj, ko sem pojedel malo, pa najbrž tudi stres, ne, veš, ko sem malo na pot, 2 ure sem real sem, pa podcast, pa vse te stvari, malo delajo te stresni hormoni in sem imel povišenega, mislim, da mi je šel do 10 največ, ne. A to vse vidiš na tej aplikaciji? Vse vidim na aplikaciji in zdaj recimo je 8,8, ampak se zelo lepo drži ravno, ne. Tako da ni, zdaj, vse, kar je pod 10, je za diabetika tipa 1 zelo, zelo v redu, ne. Kaj pa recimo med samim kolesarjenjem, a probaš se pravi razne gele pa sladkor in to dozirati na podlagi tako, ko se počutiš, kadar ti zmanjka energija, ali vidiš recimo, kadar ti malo pade cuker? To je bila napaka, ki sem jo največkrat naredil na tej dirki. Preveč sem delal na ta občutek, ki me je zavajal. V bistvu ni bil realen občutek. Jaz vedno pravim, poslušaj se, ne. Ampak tle na takih ekstremnih obremenitvah telo ne razmišlja racionalno. Takrat bi bilo bolj, da bi se zanašal na številke na telefonu. Številke so bile super, recimo, ampak jaz sem se čutil praznega, lačnega, pa sem rekel, vsej najbrž bo padel sladkor, ne. Pa sem kar na pamet pojedel, ne vem, čokoladico ali pa spil nek Powerade. Ampak v bistvu ni bil, ne, ta občutek me je zavajal, to je bilo bolj mentalno, to sem se ustrašil, ne, paranoičen sem bil in nisem zares gledal številk in sem delal zaradi tega hude napake. In potem sem se matral, da sem ti sladkor dol spravljal in mi je tudi šel, ne, nad 14, 15, tudi zbudil sem se kdaj po noč, pa je bil 18, res grozne številke, ne. Ampak saj sem to zelo hitro zbil, saj to je bilo urco 2, maksimalno pa sem ga zbil dol. Ampak se pravim, ta nihanja, veš, sploh po noč, ko se zbujaš pa ne spiš, je zelo slabo za regeneracijo. Tako da naslednjič, če bi se jaz loteval te stvari, bi definitivno na številke se osredotočil. Tako sem tudi doma delal. Takoj, ko sem videl, da številka, da sladkor pada, sem probal zanemariti te prave občutke, občutke. Je pa res to, kar sem rekel že prej, da ko sem doma treniral, nisem imel teh stresnih dejavnikov in sem imel tudi občutek veliko boljši. Je bil moj občutek dejansko sinhrono povezan z številkami. Na dirki pa ni bil, je bil pa občutek obraten, kakor je številka kazala in to so bile te napake. In zdaj, če bi se lotil še enkrat, bi vedel, da v bistvu stres me mal mede, moje dojemanje sladkorja in bi se samo na številko osredotočil. In tako bi mogel tudi delati, ne. Skozi pomal moraš ti v bistvu na kolesu, sploh pri takih daljših vzdržljivostnih stvareh, ti ne rabiš ful ogljikovih hidratov naenkrat, nekega, ker nimaš sprintov, veš, ne dirkaš za neko prvo mesto, ne. Ampak ti imaš počasne, dolge obremenitve in zato moraš tudi počasi pa dalj časa vnašati te ogljikove hidrate. Doma sem ugotovil recimo, da, ne vem,
dovolj je, da 5 ali pa 10 gramov ogljikovih hidratov nesem, ne vem, na pol ure, na uro, čist dovolj. Ni tako kavuna priporočila za vrhunske kolesarje, kjer je zdaj že, ne vem, 120 gramov ogljikovih hidratov na uro, mislim. To jaz, če to naredim kot diabetik, grem takoj v ketoacidozo, takoj sladkor na 14 in sem bogi za 2 dni. Tako da, to so spet te smernice, ker veliko ljudi se pol drži tega kot pribitga in reče, vse vrhunski Pogačar pa poje 100 gramov ali pa 120 gramov ogljikovih hidratov na uro na kolesu. Ja, samo on... Tour de France. Ja, napori so tam. Ja, on tudi porablja, mislim, ogromno pri večjih naporih voz, moraš že to razumeti, pa zdravje. Ne moreš ti zdaj, če imaš neke druge bolezni, predvsem recimo govorim z vidika sladkorne, se ne moreš tako prehranjevati. Tako da to včasih pozabljamo, da moramo prilagoditi. Zdaj, kaj bo pa s to mojo keto prehrano, tukaj bomo pa videli, kako se bo telo odzivalo tudi na te na treninge in tako. Ali bo porabljalo res ketone, pa bo sladkor še vedno v mejah normale, ali mi bo najprej sladkor znižalo, pa bo mogel spet malo pojesti, nočem tega. Čim manj bom poskušal ogljikovih hidratov našel, tudi če bo sladkor malo prenizek. A si razmišljal, da si boš tudi kaj meril ketone, ali bo šel tako bolj? Ja, tudi tukaj mi bo ta Sibionik pomagal. Oni so, mislim, da celo začeli z merilci ketonov. Čekaj, ima to vse v enem izdelku? To še delajo. Ja, da imajo 2 ločena izdelka, torej bo mogel dejansko 2 senzorja nositi, ampak za voljo raziskave bo čisto v redu. Pa bom videl, kako se dejansko tudi ketoni v krvi gibljajo in bom potem poskušal primerjati. To bo super. Ja, mene bo tudi. V bistvu za kita toliko sprašavamo tega Simbionika, ker so tudi mene oni kontaktirali, če bi nas zanimalo sodelovanje, takoj sem prečekiral njih, ker nisem vedel, kje je to za eno podjetje, poleg sem videl, da s tabo sodelujejo, poleg nekako tako naključje, čeprav pravijo, da naključja ne obstajajo. Tako da zdaj bom tudi jaz malo dobil ta senzorček, pa me prav zanima, tako da bom testiral, mislim, da bom dobil to še mene obvešče malo. Ja, se rekel, da bom tudi posnel en tak mini podcast epizod, da bom malo predstavil svoja spoznanja in to, ker me tudi mene bo zanimalo, ker v bistvu dosti krat se recimo jaz malo tako po kakšnih obrokih se malo slabo počutim, pa ne vem, ali je to samo zaradi sladkorja, ali je kakšen stres vmes, veš, tudi poleg mogoče kdaj se zbujam po noči, a pa zjutraj sem zaspan, veš, tu bo poleg ful zanimivo spremljati zdaj, pa tudi recimo kako različna hrana, ali hidrati zvečer, kako vplivajo poleg naslednji dan. Pa tudi na spanec, ne? A veš? Pa na spanec, recimo, če se po noči zbudim, ali je to zaradi sladkorja, ali zaradi stresa, ali ki drugega. Saj izločeš nekaj, veš, stvari in to je ful dobra stvar. Jaz vsakmu priporočam, ki ima željo, da malo spremlja sladkor, pa da vidi, kako vpliva to na njegovo kakovost življenja, spanja, funkcioniranja čez dan, kakorkoli, da pač dejansko vzame ta senzor in se spremlja 14 dni in si piše določene stvari. Tak ti aplikacija zdaj vse grafe nariše, izračune naredi. In če pa še hrano zraven vnašaš, kar pa lahko tudi v tej aplikaciji narediš od njih, takoj vidiš, takoj povezave imaš, veš, in ti že na grafu pokaže, klej si toliko ogljikovih hidratov, klej si to pojedel, dejansko ceneš lahko, ne vem, kakovost spanja, kakšen beležko dodaš noter in imaš ful dobro pogled v 14 dnevih in se lahko res dobro spoznaš. Ja, res je, te senzori so zaenkrat pač tu tehnološko še toliko napredni, da so malo dražji, ne vem, koliko pride, mislim, da v prosti prodaji 60 € tak senzor, ampak enkrat boš dal, pa boš res veliko vedel. To, ko se lahko naučiš v tistih 14 dnevih, to je pač, če redno to delaš. Ja, moraš to vzeti pač resno. Če se boš malo hecal, pa takrat to za malo za hec nosil, pa ne boš nič iz tega razbral, pa ne rabeš, ne. Ampak tudi zdravemu človeku bo to ogromno povedal. Ne testira neko hrano, ki misli, da mu škod, pa bo videl, ali mogoče to zaradi sladkorja, da mu preveč naraste takrat sladkor. Ne testira, veš, malo te, ne vem, spije neko glukozo ali pa Coca-Colo, pa da vidi, kaj mu naredi. In kar naenkrat imaš čisto drugo dimenzijo, kako v bistvu gledaš na svoje telo, na prehrano in meni se zdi to super stvar tudi za zdrave ljudi, da gledajo.
Tako da, če koga zanima ta sendviček, bom dal jaz v opis tega podcasta, bom dal povezavo do njih. Imamo tudi naše kupon kode, ne, za nekaj pašpara. Ti imaš svojo, ne? Jaz imam nekaj svojega, Ja. pa ti boš tudi, ne, Ja, bo si rekel. Tako da, jaz ja, mislim, da se bom imel Jani 10, ti pa kako imaš? Bi mogel pogledati Če ne na bomo pamet. vključili pole- Mislim, da je Ziga 15 celo. Okay, Ja. bomo poledali od spodi. Veš kaj, zdaj si omenil to Coca-Colo. Zdaj pred kratkim sem videl, da si nedel prav objavo Coca-Cola Ja. proti Coca-Cola Zero. Ja. Ker tle je tudi, ne, v svetu prehrane stari eni uni, ja, ne smeš sladiti, zato ker ti bo dvigano cukor, ti bo dvigano inzulin, na drugi strani so pa tisti, ki zagovarjajo, da to je pač, da tu ni nič, tu ti ne dvigne nič. Kakšna so bila tvoja spoznanja? Ja, jaz sem se tudi lotil zdaj spet, ja. Nekaj mesecev ni bilo tega, ker sem bil na tej poti, delam te teste, torej glukozne teste z različno hrano, to večinoma na TikTok pa na Instagram objavim, torej čisto simpel, jaz se zjutraj na tešče zbudim, pojem neko hrano ali pa nek izdelek, ki mi ljudje priporočajo, da bi bilo zanimivo za probati, kako vpliva na sladkor, stestiram in objavim rezultate in povem, lej, tole se je zgodilo, ne vem, sladkor mi je dvignilo takoj po 20 minutah, šel je na tok pa tok, ne vem, sladkor ni izrastel ali pa je izrastel minimalno, pač povem te stvari osnovne, ne. In pri Coca-Coli Zero tam je bilo pa itak največ, ne, to so dve, mislim, večni, kako bom rekel, večni boji med Zero pa bojevniki za Zero pa bojevniki za navaden cuker, ne. In zdaj pač sladila kot taka, mislim, to Unke govori, da sladila dvigujejo sladkor in posledično zraven inzulin pri zdravem človeku, to ni res, pač, mislim, lahko pogledate tudi moj video, jaz iskreno vse objavim gor, sladila ne dvigujejo sladkor, zato ker se v bistvu ne zadržujejo v jetrih, v bistvu grejo čez celoten prebavni trakt ven in jih izločimo, ne. Torej imamo dejansko sladek okus samo v ustih, pa gre pa ven, sladkor pa se zadrži potem oziroma prebav in se vidi potem sladkor v krvi, torej glukoza v krvi naraste, ne. Tako da jaz, če gledam z tega vidika, moram reči, da pač navadna Coca-Cola za diabetike ne more biti zdrava. Torej predvidevam potem, da to za zdravega človeka ne bo pozitivno vplivala. Zdaj, imamo različna sladila in nekatera sladila so bolj vprašljiva kot druga, ne. Zato je dobro pač preveriti, katera sladila so v določenih izdelkih, pa v kakšnih količinah. Ampak tudi največ je bilo govora glede aspartama in te količine, ki bi jih mogel človek res zaužiti, so take, da, mislim, če spiješ, mislim, da sem gledal, celo sem objavil, meni si videl, zdaj sem pozabil, kakšna količina, ampak to so bile, ne vem, tako v 10 litrov na dan ali 15, da bi sploh bila ona spodnja meja, pa kdo spije to Coca-Cola Zero, mislim, to je nemogoče, ne. Sedaj tu je problem pri teh študijah prehrane, nekaj jih delajo večinoma na živalskih modelih, so podgane, itak jih nabijajo tiste količine gor, stari, pole škoduje za to, škoduje za mikrobiom, škoduje za to, preveri pole, koliko bi mogli biti. Tako, točno to ful malo ljudi pogleda. Ja, škoduje, ok, definitivno škoduje, sem če se boš ti cel, ne vem, tanker Coca-Cola Zero spil, pol logično, da škoduje, ne. Jaz načeloma itak pijem sem vodo, dodajam kakšne elektrolite noter, kakšno limonade, take stvari, res pač že zaradi sladkorne bolezni sem se zelo hitro odvadil, sploh pit karkoli sladkega, ne, ker pač to je najslabše, s tem si naredim škodo, razen v primeru, če mi sladkor pade, pa moram, ne, vnes, ne, to je logično. Ampak, tako kot si rekel, te interpretacije so včasih zelo slabe, no, in kar krivične do določenih stvari. Se pravi, če sem te prav zastopil, imaš celo serijo teh, ki si primerjal izdelke, koliko ti nabivajo sladkor gor in to. Je bila kakšen tak izdelek, ki te je presenetil, pozitivno ali pa negativno? Se pravi, da si pričakal, da ti bo dvignilo ali pa spustilo cukor, ampak je naredilo kontra potem. Ful zanimiva mi je bila fruktoza. Fruktoza načeloma se dostikrat oglašuje kot zdravo nadomestilo sladkorju, navadnemu belemu sladkorju nadomestilo temu sladkorju in ne bi bilo kao boljše, ne.
Jaz nikoli nisem na to gledal na tak način, ker vem, da pač se fruktoza je pač sladkor iz sadja in to je načeloma isto dvigne sladkor. Ampak kar me je pa zelo pozitivno kle presenetilo potem pri tem testu in ga lahko tudi pogledate, je pa to, da ni tako ekstremno hitro dvignil sladkor v krvi, kot beli sladkor. Recimo, torej počasneje, dlje časa delovali in kar pomeni, še vedno se je pretvoril in dejansko dvignil sladkor v krvi, ampak ne toliko hiter, pa tudi ful več časa si imel potem za korigirati inzulin, saj jaz, ne, recimo. In torej pomeni, da tudi zdravo telo bi imelo več časa, da skorigira ta sladkor. Tako da recimo tam je bilo zelo zanimivo, da je fruktoza... V bistvu si zaužil izolirano fruktozo ali skozi sadje? Ne, direkt izoliran prav izdelek. Ne moramo reči, meni še vedno zavajajoče, ki piše na teh izdelkih na čisti fruktozi, ne, izolirani, piše primerno za diabetike. To še vedno ni primerno za diabetike, je pa boljše nadomestilo kot ne vem, nek sladkor navada. Ne. Če ne druzati, malo bolj počati. Tako, ampak da piše gor, da je primerno za diabetike, to mene, to je cukor, mislim cukor, ne, po domače povedano. To je pač glukoza, fruktoza, ampak rečemo, torej dviguje sladkor v krvi, ne, v vsakem primeru. Ne moreš ti gor napisati potem na embalažo primerno za diabetike. In takih izdelkov recimo, če dalje manj, moramo reči, sploh v Evropi, imamo tukaj Evropska unija kar dobro regulira te stvari, ampak v Ameriki tega je pa zavajajočega marketinga noro veliko. No. Recimo tudi, nisem še naredil test, ampak imamo v planu tudi, obstajajo keksi, torej piškoti, ki piše gor spet primerno za diabetike. Ne. Pa če pogleda zadaj na deklaracijo, vidiš, da jaz te številke, ki poznam, koliko recimo na 100 gramov mora biti sladkorja, da je dobro za diabetike, rečem recimo na 100 gramov, če je manj kot 30 gramov ogljikovih hidratov, potem je primerno in lahko poješ kar velike količine tega in skoraj ne bo vplivalo na tvoj sladkor. Ne. Ker 100 gramov nečesa pojest je veliko, no, odvisno kaj, ampak veliko, pa 30 OH-jev ni spet toliko, ne. Vse, kar je tam med 30 pa 50 je že vprašljivo, vse, kar je več kot 50, tisto je pa smrt. In to je večina izdelkov, ne. Vsi, recimo, testenine, to je vse okrog 65-66 gramov ogljikovih hidratov. To pomeni, da jaz 3/4 tega obroka v cukor pojedu, konec koncev. Nič drugega. Tudi če so polnozrnate, še vedno se bo to, ne, pač ima malo več vlaknin noter, samo malo bolj počasi sproščalo, ampak še vedno bo enkrat usekal ta sladkor, ne. Tako da dobro je razumeti deklaracije zadaj, pa malo pogledati, ker že to veš, da recimo, da vzameš živila, ki imajo manj kot 50 gramov ogljikovih hidratov na 100 gramov izdelka, je veliko. Če najdeš, ki so manj kot 30, si zmagal, ne. Tako da to je ena taka zanimivost, katero veliko ljudi ne ve, pa si lahko kar olajša vodenje sladkorna, recimo. Še to sem te mislil vprašati, se pravi, prej si že parkrat omenil, če ti pade sladkor pod mejo, se pravi, moraš nekaj sladkega, ne. Kaj recimo svetuješ ljudem, da v takem primeru, da ne prije spet do tizga roller coasterja, ne. Ja. To se mi zdi, jaz tudi poznam par diabetikov, ne, in se mi ne zdi lih najboljša approach, ne. Se pravi, kadar ti preveč pade, da poješ ti res nekaj ful sladkega, in ko si rekel, ne, roller coaster, ne, kako se spoprijeti s tem? Najprej, tukaj treba razumeti ta proces, kaj se dejansko zgodi s tvojim telesom, pa predvsem z možgani, pa kako začne razmišljati takrat, ko ti sladkor pade. Takrat delaš neumnosti, takrat so možgani čisto zmedeni in niso racionalni. In prvo je, da se moraš zavedati, da ne boš umrl, ker zelo, si imel par primerov v celi zgodovini, ampak to je promili, ne moreš kratko. Če se zavedaš te hipoglikemije prenizkega sladkorja, jo boš rešil. Ja, ker to je res grozen feeling. Ful je čuden. Parkrat doživel, je bilo tako, da sem pojedel nekaj res sladkega in še tako po treningu, potem mi je padel cukor in je bilo vse tisto, kar si na začetku opisal, simptome dizziness, jaz bom umrl, zdaj potem držal pot, stari se začel potiti, potem sem mogel nekaj na hitro pojesti, rabilo je 50 minut, da primem, potem je bilo bujš. Ampak v tistem stanju se ti res zdi, panika. Umrl bom, točno to. In najhujše je to, če se zgodi po noč. Veš, ker takrat si pa ti malo še spiš, malo si tako v spanju, Bog ne daj, da kaj sanjaš,
sanjaš, včasih se sploh ne zbudiš zares, ker misliš, da sanjaš, da sploh ni to res, ne. In po noč, ker rataš lačen, najprej hladilnik odpreš, logično, in poješ preveč, vedno se to zgodi, ne. Tako da prvo je, da se naučiti, da to ni smrtno nevarno, da ne boš boš rešil situacijo, ker se to naučiš, si naredil že 50%. In ko boš malo bolj trezno, če se da v teh situacijah, ne, trezno razmišljati, ko boš malo bolj trezno razmišljal, boš tudi manj napak naredil na način, da boš pojedel preveč. Jaz vedno svetujem, v večini primerov je enostavnih ogljikovih hidratov pri blagi hipoglikemiji, rečemo tam, uradno se začne hipoglikemija pri 3,7 milimola, ne, in nižje, rečemo tam, če je 3,2 do 3,7, to je blaga, ne, recimo. In takrat je dosti 10 gramov ogljikovih hidratov. To je recimo tak sokec 200 mililitrski, koliko ima klada piše, ima okrog, rečemo, 10 gramov sladkorja na 100 ml in pol sokca je čist dovolj. Vem, da je pač nerodno pa ljudem to metati stran, pa kar spijejo, ne, ampak tega ne smeš delati, moraš se držati teh pravil. 10, pa počaki, tako kot si rekel ti, 50 minut rab telo, da sploh usrka to glukozo. Počakaj, pa potem spi, dodatno, če boš potreboval. Hkrati je pa dobro mogoče še 5 do 10 gramov nekih malo bolj kompleksnih ogljikovih hidratov pojesti zraven, to recimo čist konkreten primer, pol sokca, pa rečemo en čist majhen košček kruha polnozrnatega zraven, recimo. Ali pa en majhen delček snickersa, ki ima tudi dosti beljakovin pa maščob noter, da ti malo to podaljša, ne, da ni čisti cukor. Torej skupaj bi mogel zaužiti 10 gramov nekih simple ogljikovih hidratov, čist preprostih, lahko je tudi navaden sladkor na žlico, ampak zraven moraš pa ne takoj, ker potem boš ti zmešal to dvoje in ti bo v bistvu to hipoglikemijo prepozno pozdravilo. Počasni prebav, zato počakaj teh 10 minut pa pol pojej. Takoj, ko boš videl, da se začne sladkor recimo dvigovati, da gre počas na gor, ali pa da se ti bolj počutiš, če nimaš merilca, ne, takrat pojej pa še neko malo bolj kompleksno hrano oziroma nek kompleksen ogljikov hidrat in je čisto dovolj vse skupaj 20. Kle ljudje pretiravajo, ne vem, predvsem z nekimi diabetiki, ki so bili glikar diagnosticirani, tipa 1 recimo, ki delam, oni večkrat doživljajo ta nihanja, pa nizek sladkor in to pojejo, ne vem, 40, 50, 60 ogljikovih hidratov. Veš, pa spije cel sokac, pa je že to 20 ogljikovih hidratov, pa še čokolada, ki je itak še vedno lačen po 5 minutah, pa še en sladoled pol zraven. In to je takoj 60 ogljikovih hidratov. In to, pa itak si ne daš inzulin za to ponavadi, ne, ker itak ti sladkor padel, pa imaš še vedno tak občutek, da ne rabiš inzulina, takrat bi ga mogel dejansko dati, ne, dodatno. In to so te velike težave, ker ne znamo umiriti misli, pa ratamo ful preveč lačni in pojemo preveč, ne. Tako da ja, predvsem merno pa vedno kombinirati enostavne ogljikove hidrate, nekaj res sladkega z nekim malo manj, torej malo bolj kompleksne ogljikove hidrate. To je najboljša rešitev, da potem tudi ostane sladkor dalj časa v tisti ravni. Lahko pa tudi beljakovine, ne, recimo tudi jaz dostikrat zdaj sploh pojem rajš kakšno beljakovino, ne, zraven in ti tudi to čudovito pol zadrži sladkor. Ful zanimivo. Veš, kaj me je samo še zanimalo, tu glede stresa. Spravi, stres tudi zelo vpliva na krvni sladkor in to. Mogoče še malo tukaj se ustavimo na hitro. Se pravi, kako stres vpliva na krvni sladkor, pa kaj lahko narediš, kadar si stres stavc, se pravi, pod stresom ti zmeraj paša nekaj sladkega. Je to dobro ali ne? Ja, to je začaran krog. Ja, to padeš v ta začaran krog in je najslabše, če kombiniraš stres pa še nek sladkor, ne. Zdaj tako, stres vpliva pač, stres je itak stresni hormoni, predvsem kortizol, ima tukaj največjo vlogo pri dvigovanju sladkorja v krvi. Torej, ko si pod stresom, načeloma v teoriji in v praksi, sladkor zraste. Zdaj, odvisno od osebe, koliko smo dovzetni za ta stres, pa kako ga znamo uravnavati, to, kar si ti rekel. Če z izkušnjami se verjetno tudi malo adaptiramo, pa če imamo kakšna orodja, kakšne dihalne vaje, da se znamo umiriti, lahko zelo hitro umirimo ta stres. Ampak v teoriji je v bistvu tako, da stres bo dvignil
sladkor čisto vsakmu človeku. In to sem tudi jaz danes recimo doživel, ker sem se vozil sem, malo nervozen, kaj bo, kako bo izgledalo. In to že taka majhna oblika stresa lahko sladkor kar pošteno dvigne. Ne znamo si predstavljati. Zdaj nekih konkretnih številk tukaj ni, tako kot pri hrani, ki se da to res izračunati, glih zaradi tega, ker smo različno dovzetni in pol enostavno, to je zelo odvisno od osebe same, kako pač interpretira ta stres, ne, in prenese v bistvu na telo. Ampak ja, stres dviguje sladkor, zdaj pa dobro bi bilo, ne, zato so dobri te senzorji, ki si ti omenil, da ga imaš, da vidiš, kako ti v teh stresnih dejavnostih sladkor naraste in koliko ti naraste, in potem vidiš, kako urgirati, ker je pa tudi potrebno vedeti, da takoj, ko bo ta stres popustil, bo sladkor zelo hitro padel. Takrat bi bil mogoče pravi trenutek, da imaš pri sebi nekaj za pojest, ker ti bo tudi energija, veš, stres te drži gor. Stres je pač taka oblika, v bistvu nek obrambni mehanizem telesa, da te drži po koncu, da imaš fokus, da si osredotočen in to je načeloma dobra stvar, če to ne traja predolgo, pa te ne izčrpa. Ne. Ampak enkrat bo to padlo, enkrat bo minilo in to bom jaz tudi po najnem pogovoru pač se zavedal, pogledal sladkor, ker ko bo midva končala, bo meni ta stres malo popustil, verjetno bo sladkor malo začel padati in bi bilo tisti pa nekaj pojesti. Tako, nekaj pojesti, spet ne preveč sladkega, ker pol bo spet odbilo sladkor gor pa dol, ampak nekaj, ali pa tudi če je nekaj sladkega, recimo, ker smo prej glih Snickers dala kot primerjavo, cel Snickers je nevaren za sladkorne bolnike in za zdravega človeka, to je preveč ogljikovih hidratov. Ampak ne vem, četrtina Snickersa je pa čisto v redu. Je pa, ne vem, rečemo dobrih 5 gramov ogljikovih hidratov, no malo več, 7-8 ogljikovih hidratov, te nekako nasitna je, pa še tiste maščobe bojo potem nekaj časa držale. Malo maščob, malo beljakovin. Tako, to je bistveno, veš, da mi lahko jemo ogljikove hidrate, ni zdaj to, da so prepovedani. Samo pri diabetesu je tako, da moraš ti to postopoma dodajati, da skozi držiš, da ni teh spajkov. In to je isto pri zdravih ljudeh. Torej, skozi pomal. Kaj napaka pri ljudeh, predvsem to se mi zdi pri prehrani, da se ful nabutamo pri nekaterih obrokih. In takrat pač v telesu se vsi alarmi sprožijo, veš, kot da bi bil na eni letalonosilki, kjer, ne vem, rata vojna in se začnejo vsi rdeči alarmi prižigati in v telesu je čisto isto. Ker ti poješ take količine hrane, enostavno začnejo čisto vsi procesi v telesu delati. In to ni najboljše, ne? Ti bi mogel skozi pomal recimo vključevati, ker to, jaz si predstavljam telo, ali pa rečem dostikrat, da je kot dizel, ne? Mora biti dizel, ker če bomo dali ga preveč na obrate, pa nič, pa preveč na obrate, se te deli v našem telesu prekurijo. Jaz si tako interpretiram naše telo. Mora pa skozi delovati, ker če boš ti ga čisto gasno, tudi ni dober po eni strani, ne? Ker seveda mu moraš dati kakšne obdobja, malo pauze pa tako naprej, ampak jaz mislim, da je naše telo narejeno, da deluje. Zdaj, ne sme biti na previsokih obratih, pa ne sme biti spet na prenizkih, ali pa ga čisto gasen predvsem, ne. To se pri športu vidi, veš, nek vrhunski športnik ali pa nek športnik celo življenje treniral, delal, bil v pogonu, pa je konec kariere, takrat jih največ boli. Recimo. In isto, ne vem, če si zasledil, največ kapi je 6. dan na dopustu. Statistično dokazano. Zato, ker ti si prej skozi delal si v pogonu in potem priješ na dopust, telo rabi tak par dni, da preklop in potem pride glih z 5. 6. dan, ki dojame in se čisto ugasne in v bistvu se zgodi infarkt. In to je tako zanimiva stvar, ne. In iz takih nekih statističnih dejstev lahko hitro ugotovimo, da kako bi moglo telo funkcionirati, kako bi moglo delati. Ne. In se mi zdi kar tak zanimiv primer. Ja, to je tudi tuno, recimo, ne, delaš celo življenje in potem kar nekaj pokoj, ne, največ bolezni, največ smrti, lih takrat, ne, da se telo umiri in potem prija počasi vse za tabo, ne. Medtem, če si aktiven tudi naprej, lahko tudi pole malo zakasniš to, ne. Je pa zanimivo, ne, itak moraš, ko smo rekli, skozi ta podcast, moraš pač prilagoditi oziroma videti, kaj tebi ustreza. Recimo meni vem, da več obrokov na dan bo pomenilo manj dobrega počutja, zaradi tega, ne vem, verjetno mi šel pa potem inzulin in se zaradi tega malo slabše počutim, tako da recimo meni je boljš, če imam manj
malo večjih Aha. obrokov manj, ker Mhm. mi manj šopa pole inzulin. Ja, tako, ful odvisno. tako da moraš pač Sprobati. kaj, Jaz kaj sem spet deluje tebi. posplošil, Ja. zdaj na večji Tako, del tako. verjetno. Imam recimo glih Erika moja, ne. Ona pač glede na svojo aktivnost, na svojo težo, ima pa zelo nizek sladkor v krvi. Jaz sem dal njej testirati tudi senzor in ga je nosila in sva videla, ona je imela sladkor, ne glede skoraj na to, kaj je pojedla, skoraj 4. To je zelo na meji hipoglikemije, ne, prenizkega sladkorja. In pa sva gotovila pač, da njen tip prehrane mora biti pa malo drugačen kot moj, mora pa dejansko malo več ogljikovih hidratov pojesti, zato da bo prvo pač telo dobilo zadostne količine teh glukoze, da bo lahko pač vzdrževalo normalno sladkor krvi, ker na 4 milimole na liter zelo hitro zajadraš, sploh če bo šla teč, pa nek hujši fizičen napor, je že začutila, da je res padla v hipoglikemijo in je bil sladkor prenizek. In to pa ni dobro za telo. Ne za možgane, ne za ostale procese v telesu. In zato je dobro, da se poslušamo, da imamo zdaj dejansko na voljo take merilce, ki jih, ne vem, 10 let sploh mislim, nazaj smo sanjali, da bi bilo nekaj takega lahko na voljo. Zdaj imamo pa to za 60 € v bistvu v trgovini in vidimo v bistvu vse. Mislim, se lahko naučiš od sebi. Ja, točno to. Ja. Točno to. Top, evo, ful zanimiv, dober pogovor. To en kup koristnih informacij, tako za diabetike, kot tudi na splošno, kot smo rekli, pač prehrana, sladkor je ključ za dobro počutje, tako da ful enih zanimivih informacij in vsega. Tako da za konec imamo pa za vsakega hosta še 2 vprašanji. Kaj zate pomeni dobro počutje in 3 nasveti za več dobrega počutja? Dobro počutje. Jaz mislim, jaz se vedno vračam k temu odgovoru personalizacije, tako kot sem danes že po mojem neštetokrat rekel v tem podcastu, da moraš ti odkriti zase, kaj je tisto dobro počutje in kaj ti, katere aktivnosti v življenju ti prinašajo to dobro počutje. Govorim zdaj aktivnosti zelo nasplošno, od prehrane, gibanja, socializacije, druženja z ljudmi, spanja, res te osnovne stvari, ki so zelo pomembne za dobro in kakovostno življenje. In če boš imel te stvari, ki sem jih zdaj naštel, poštimane, jaz mislim, da lahko šele zares zaživiš in odkrivaš ene dimenzije, ki jih ne moreš drugače. Če zanemaraš te osnovne komponente, boš definitivno ignoriral tisto dobro, pravo življenje. In to so temelji, da lahko potem rasteš in dejansko odkrivaš neke stvari, ki so res lepe v življenju. Pa kaj moram dati, če 3 nasveti za več dobrega počutja, mogoče kaj tebi pomaga do več dobrega počutja? Ja, se mislim, da sem že odgovoril v tem. Definitivno poslušanje sebe, z vidika, tako kot sem rekel, prehrane, gibanja, spanja, ljudi okrog sebe in iskanje, mogoče, da si znamo vzeti tudi čas zase, ker se mi zdi, da smo dostikrat v 2 ekstremih. Enkrat smo velikokrat preveč sami sabo, pa se ne družimo s kakovostnimi ljudmi, se ne pogovarjamo. Dostikrat smo pa v drugem ekstremu, torej da smo preveč ekstrovertirani in se samo nekaj preveč dogaja v življenju. Tako da to ravnovesje mogoče med tema 2 stvarema bi bil, mislim, je težko poiskati, ampak se mi zdi tudi eno tako čudežno zdravilo, ki ni zdravilo. Top. To bi je. Super, ko sem že omenil, meni je bil ful zanimiv, všeč pogovor in tako ta tematika prehrane je meni ful fascinantna, jaz zmeraj rad poklepetam o temu. Tako da zdaj lahko še deliš, kje te lahko ljudje spremljajo, vidijo več, kaj počneš in tako naprej, preden zaključimo. Ja, jaz imam te socialne klasične kanale, Instagram, Facebook, tudi TikTok, Sladek Life, se imenuje. Sladek Life in najdete. Kako je prišlo do tega?
Ker je sladek, a ni? V vsakem primeru. Jaz imam malo več sladkorja včasih v krvi, pa ga moram pol deliti še z drugimi. Tu ono, ki te vprašajo, boš cukor v kafe, ne? Ja, Če ja. imaš sladek life, rečeš, da ne rabiš. Da ne rabiš, ja, dejansko. Tako je, ne. Top. Evo, dajte spremljati Žigca, ne, super vsebine od sladkorne bolezni, regulacije krvi oziroma krvnega sladkorja, hrane, tako da dajte nas spremljati. Zdaj za na konci, že ko ste se pripeljala v Brda, imamo za vas še eno darilce. Klet Brda. Klet Brda, No, tako da ena penina pa eno vino, tako da bi se Lepo. lahko malo nazdravila, torej, ki prijeste. Super, hvala lepa za povabilo, jaz sem užival. Hvala tebi za udeležbo. Ja, z To je veseljem. to, ne. Upam, da vam je bilo vsem všeč, zanimivo in se vidimo v naslednjih epizodah. Čau. Super, Tik. Da smo veliko občinstvo. Ola, je to. Koliko sva pa bila sploh? Skoraj 2 určke. A res? Wow. Bi rekel, dobro urico. Ja, sejko. Ja, uno vodstvo.